Ljudje in ljudine, presenečenje, poslušate 134. epizodo, 4. epizodo 5. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, osramočeni bastardi, ogabno donošeni, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić. Živo, servus. Okay. Zmotil si se že na začetku. Imam bipolarna motnja. Pol do kanje. Igor Harp. Jo. In Aljoša Harlamov. In tudi tokrat imamo gosta, kaj gosta, pravega ljudino. Z nami je znova špilolog in jazbinar, tudi prevajalec Martinove knjige Ogenj in kri, kar bo postalo kmalu zelo relevantno. Sergej, hvala, sneti. Živa. Živa, kako si? V redu, je? Da smo jedrsko snimali, ali ne, živa. Never mind. Današnja epizoda je, najbrž ni presenečenje, posvečena seriji House of the Dragon, po slovensko najbrž Hiša zmaja, navijači Olimpiji pa je krajše rečemo kar Stožice. Prvo sezone serije si lahko ogledate zdaj v celoti na pretočniku HBO Max, šteje 10 epizod, prva je bila na sporedu 21. oziroma pri nas 22. augusta, zadnja 10. pa 23. oziroma 24. oktobra. Če serije slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki. Zato na tej točki prostovoljno raje nehajte poslušati, poglejte si vseh 10 epizod in se vrnite k poslušanju epizode podcasta, ko boste to misijo uspešno upravili. Če pa ste serijo že pogledali, ali pa je niti ne nameravate gledati, tudi taki so med vami, in vas bolj zanimamo mi, pa se udobno namestite na zmaju, kolikor se da na zmaju udobno namestiti, trdno se oprimite in najot! Maestro, staj veš, kako gre tista. Skratka, najbolj popularna, najbolj memeistična, najbolj ne vem kaj se ono drugo, niso samo memi-gifoistična serija ta trenutek znova. Dolgo smo čakali, dočakali smo, da se vrne spet nov fenomen, z njimi se je vrnila neka obskuren podcast po imenu Glave, ki ga na tej točki pozdravljamo in mu želimo uspešno čakanje druge sezone. Ja, pač dober povratek v podzemlje. Pa če le imate kaj, dajte jim kakšne sredstva, revežemo. Ja. Žanr fantazijska drama, grim dark imenuje to v angleščini, resno mračna fantazija, bi lahko mi prevajali, mogoče v to naslednjem priročniku, pojmovniku, hvala, mi to uporabimo. Ustvarjalci so, zraven je George R.R. Martin, naš stari znanec, avtor skratka knjige, o kateri bomo pozneje kaj rekli. Med ustvarjalci je tudi Ryan Condal, ki je ustvarjalec serije Colony, če je to slučajno kdo gledal, scenarist filmov Hercules in Rampage. Gledal, no, saj sem vedel, da če nekdo drug bo. Igor, in gotovo je odlično. Sliši se odlično. A ni to z rokom? Oboje, ja. To je to, ja. Oboje z rokom. Hercules. Ja. Se pravi, oboje v džungli. Ne, mestni džungli. Mestna džungli. Rampage. Malo je tudi gozda pa teh forja. Pa rok ima dolge lase v Herkulesu. Rampage je po igrici, prosim, lepo. Ja, tudi. Čemu ne govorimo o tem? Ker je star film. Zelo dobro vprašanje. In še tretji je pa Miguel Sapočnik, skratka režiser Game of Thrones in je za svoje režijo dobil tudi Emmya. In Ripomana je naredil unga iz 2010. Ja. Drugače predloga serije je knjiga Ogenj in kri, ki jo je v slovenščino prevedel eden od nas tukaj, nikoli ne boste uganjali kateri, in pa gre za serijo seveda pred nadaljevanje Igre prestolov, ene obskurne serije, ki je bila tam med 2011 in 2019. V 23. epizodi pa smo namenili celo 23. epizodo in na tej točki sledi obnova zgodbe in Igor. Aha. Zmajeva hiša je predzgodba Igre prestolov, kot si malo prej povedal.
osredotočena na zaplete v dinastiji Targaryenov. Zdaj jaz bom to zelo skrajšal, ker je 10 delov, pa ker nismo glave, da bi vsako sceno po sceno šli. Tak, da, ja. Že drugič glave omenjene. ja. The battle begins. Torej, fokus je na protokolih pri dedovanju. Yes, legal issues. Končno si povedal, vem, da si vedno želel to besedno Ja. za protokoli pri dedovanju uporabiti. Ja, in počasna je tu zaključna beseda, pot od miru k državljanski vojni. Torej, nekdaj najboljši prijateljici Renera pa Alicent skozi kompleksno igro na ključi in manipulacij postaneta sovražnici, vsaka prepričana, da ji prestol pripada in da bi izguba pomenila tudi njeno usmrtitev. Zraven je še veliko incesta, rojevanja, klanja. Za natančno časovnico dogodkov pa širši kontekst pa priporočam knjigo Ogenj in kri. Super. Ja. Tako nekako na kratko je ta serija. Ja. Ja. Vse smo povedali. Ja. Okay. Ja, končno. Malo še igralce na hitro poglejmo. Paddy Considine igra Viserisa, igral je v Dr. Sleepu, Dead Man's Shoes je tudi to napisal, pa recimo serija Peaky Blinder, v seriji The Outsider, ki se bo kar nekajkrat, ne, The Outsider se ne bo, Outlander se bo pojavila, Outsider pa ne, ampak od njej smo govorili v 45 epizodi, tako da si lahko tisti prisluhnete. In napisal in režiral je kratki film Dog All Together, ki je dobil BAFTO in Srebrnega leva na Beneškem filmskem festivalu, in pa igral je v videih Coldplayov God Put a Smile Upon Your Face in Arctic Monkeys Leave Before the Lights Come Out. Pa Hot Fuzz. Hot Buzz. Hot Fuzz. Porneto trilogija. Pa veš kaj, jaz se še ga spomnim iz ene biopik variante. Brian Johnson je bil, veš, tisti kitarist od Rolling Stonesov, Ja. ki so ga odpustili, ki je bil preveč o drogah, no, Paddy je igral njegovega skrbnika. Čisto ok. Zavo sem poraslo. Ja, pa socialno dramo Tiranozaver je naredil, ki mislim, da je bila pred leti tudi na Lifu, tudi režiral, tudi dobil dobre kritike. Skratka, kompetenten. Tako, kompetenten človek, da ga daš igrati nekoga, ki umira 10 delov. Ja. Okay. Potem je Matt Smith, ki je princ konsort Daemon Targaryen in je 11. doktor v Doctor Who, najboljši doktor. Mislim, da smo se glede tega sklenili že nekaj let nazaj, da je to najboljši doktor. To se ti odločil. Ja, to sem se odločil. In princ Filip v The Crown, drugače pa igra tudi fizične oblike Skyneta v Terminator Genesis. Oprosti, to se izgovori Genesis, glede na to, kako je napisano. Ja, okay. Genesis, recimo, ja, da bi bilo. Pa Myla je igral v Morbiusu, kjer bo je verjetno kar žal, da je se to angažiral tok. Potem je Emma Darcy, je Queen, kraljica Rhaenyra Targaryen, igrala je v BBC drami Wanderlust, pa nimam pojma, kaj je to, seriji na Amazonu Truth Seekers, kar tudi ne vem, kaj je to. Tale Wanderlust je Lina Dunham delala in je remake ene angleške serije, v kateri mislim, da je igral ta drugi doktor. Ja. Okay. In potem je Millie Alko, ki igra mlado princeso, Rhys Ifans. Ja, okay. Ampak Rhys pa je Rhys. Je Sir Otto Hightower in je bivši frontman velških rock bandov The Path in Super Fury Animals, za tiste, ki imate radi take sladkorčke. In kot igralec pa se je proslavil v Notting Hill, bil je Xenophilius Lovegood v Harry Potterju, in pa Lizard v The Amazing Spider-Manu, pa tudi seveda potem Spider-Man No Way Home, kvarnik, in pa Grigori Rasputin v The King's Man, in pa Mycroft Holmes v Elementary, ki sem ga tudi jaz gledal in tam mi je bil kar všeč. No, skratka, potem je Steve Toisson, je Lord Corlys Velaryon, oziroma kako je to v Sisneke, domnevam, da morska kača. Morska kača. Okay. Skratka, morska kača, igral je v Judge Dreddu 95. Zmij. Pa v Prince of Persia je igral, to še en film po igrci. Ja. Potem bodo deležni svojega. Še pride. Še pride, ne? Eve Best je princesa Rhaenys Targaryen in je dr. Eleanor O'Hara v eni najbolj spregledanih serij, ki jo morate nujno pogledati, Nurse Jackie. Dobra serija. Tako. Ja, dobra serija. In igrala je tudi v The King's Speech, pa zdaj ga v Fate the Winx Saga. Gledal par delov. CV, ker se mi je zdelo zabavno. Ja? Kaj si hotel igrati? Pogledal par delov.
A ja, Wings saga. Ja, izbrisal spomina. Aha. Ja. To si dal lodo, ker je vino saga. Ne, pisal sem članek. Ja. Ja. Potem je Fabian Frankel, je Sir Kristen Cole, nima nekih takih blaznih vlog, zato sem to preskočil. Olivia Cook je Alicent Hightower, igrala je v Bates Motel seriji, pa v Ouija, pa Ready Player One, Sound of Metal, oskarjevskem nagrajenem filmu, mislim, da je dober za igralca, ne? Ni dobil Oskarja. Ni dobo, Za musko, Ahmed ni dobil. Mislim, prav, da nekaj za dobo, sound ampak designer, nekaj mogoče za takega. muziko, Ja. A povemo par besed o Ready Player One, To ki je neka film igrica, je ne? krep. Film je krep, Zelo Ampak- precejšen, ampak knjiga je pa odlična. A ja, No. In vsakdo, ki je igral igrice ali igre svoj čas, po mojem, bi bil zelo navdušen nad dotično knjigo, ker je geekovski pozdrav vsem, ki smo probali obrniti avanture in ostale stvari tam v 80-ih in spodnjih 90-ih. Zdaj sem jo videl, včeraj je nekdo objavil, da je ta knjiga v eni od knjigobežnic v Ljubljani, tako da zdaj Ne, nekaj ta, pogledati. to je res dobro. Dvojko sem poprobil brati, pa Ready Player 2, Aha, pa mogoče mislim, da se je malo izpel na vse. Ja, Ampak enkaj je pa res dobro. okay. ja. Super. Potem imamo Emily Carey, ki je mlada, Alicent Hightower in je tudi specializirana za mlajše verzije, igrala je mlajšo verzijo Diane Prince v Wonder Woman, pa Lara Croft v Tomb Raiderju. Potem je Graham McTavish, ki je Sir Harold Westerling in je Dvalin v trilogiji The Hobbit in pa glas vlada Drakule Tepeša v Castlevanii, tole ne omenjamo po nemarnem. Še ena igrica. kar si Tako. mislil. In pa William Mooney v Preacherju, ter v seriji Outlander, tudi igra, no, zdaj omenim tole, pa v špilski franšizi Uncharted je glavni nasprotnik Zoran Lazarevič. Zarevič, ja, v dvojke mislim. Da. Ne, v enki, vse v enki. Pa to pomeni, domnevam, ker ni pisal, da je glas, se pravi, da je njegova podoba, domnevam, ne? Zna biti, ja. Aha, Znalo ker biti, je mislim, ponovadi tak. piše, da posoje glas, tle je bilo pa tako, da ga igra, zdaj pa jaz domnevam, da to pomeni, da je mu je podoben. Skratka, skupaj s soigralcem iz serije Outlander je pa napisal knjigo Uspešnico, ki vas bo gotovo navdušila že s svojim naslovom Clanlands, Whiskey, Warfare and a Scottish Adventure like no other. Must read. Ja, ali ni to nekaj, kar bi škrat napisal? Jaz mislim, da je to definitivno ultimativna Absolutno. knjiga. To sem si že naročil na Amazonu. Matthew Needham je potem Lord Larry Strong, oziroma kasneje bo Lord Confessor. Mislim, da to zdaj niso, a se to že omenili, da je Lord Confessor, niso, ne? Kaj je sploh Lord Confessor? No, title, mislim, Ja. naziv. Lord priznavalec. Ne, v bistvu je spovednik. Spovednik, ja. Spovednik je Tako. drugače. Ja. Ja. Tudi pač on. Ja. 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 Okay. Igral je v Žajfenci Casualty, pa v kratkem filmu Stutterer, za katerega ki je bil nagrajen z Oscarjem film. Namreč Harry Collette igra princa Jacea, tudi on je igral v Žajfenci Casualty, ampak veliko pozneje, in pa v filmu Doolittle. Potem je Tom Glynn Carney, igra Egona II., igral je v Dunkirku. Ivan Mitchell je igral v The Last Kingdom, recimo. Potem imamo še Bethany Antonio, Phoebe Campbell in Fio Saban, ki igrajo še ostale gospe oziroma kraljice oziroma princese, ki mogoče niso zdaj ta trenutek tako pomembne, ampak mi jih imamo zapisane, če bo kdo hotel reči, kaj pa Una, Helena, Targaryen oziroma Helena. Helena. Okay. Če sneti tako reče, on je prevajalec. Ja, vsaj ena je vmes, por Martinu, tako da pač dobro. na zadnje se pa enak izgovori. Sneti sem Avi, pa že misli, da je Sonoja Mitsuno si še pozabil. Koga sem pozabil? Sonoja Mitsuno, ki je... Ga zmaja. Ne, mislim... Katerega? Vse. Je več. Ona je ljubica od Damona najprej, pol pa A ja, ti ima ja. bordel. Ja. Ja. Ne vem. Ful je- Na začetku je bila full top build, pol pa Ja. ni bilo nič No, do sej. tiste ene scene, še kasneje. Ja, in- tako da sem jo kar zbrisal, Ja. sem zdaj že itak je preveč ljudi tle v tej seriji. Pa A, posebej ne, glede na mislim- to, kaj gledaš, ker v resnici so pomembni 8 Ja. ljudi mogoče. Ne, Top. ona, njo opaziš, zato ker so ji dali, kaj pa če bi ti govorila z nekim najbolj nenaravnim naglasom, pa daj se še malo potruditi Ja. pri tem. Kaj je to nenaravni glas Game of Thrones? Tega ni. Ja, Mislim, ne. v Game of Thrones se prečujem, zdaj mešam serije. Ja. Ups. Lord of the Rings. Skratka, Hiša zmaja je to, kar nekaj časa smo čakali in mislim, da je zdaj kar, tako kot sem rekel, rojeva veliko memov. Zdi se, da se ljudje vračajo. Zdaj zadnji finale je bil
najbolj gledan finale je HBO sporočil, da zdaj njihov je podaril pač skratka rekord prejšnjega, ki ga je držal Game of Thrones, seveda. Ne? Tako da je mogoče za začetek, tako kot ponovadi, gremo en krog in se pogovorimo o tem, kako nam je bilo všeč, kjer se nas je serija vse dotaknila. Sneti, ti si kot gost prvi, skratka, kako je bila všeč tebi, mogoče lahko ti, evo, ker te ni bilo v prejšnji epizodi in si nam to strašno zameril, mogoče poveš še kakšno primerjavo recimo med Rings of Power in med House of Dragon. Ja, zamerim, ker mi niste dali priložnosti, da uničim Rings of Power. Tako. Rinke silnosti. Kaj pa to pomeni za Hišo zmaja? A si bil bolj zadovoljen? Jaz sem v bistvu mislil, da bojo... Na začetku sem bil tako prepričan, da za tistih 250 milijonov, nekaj tazga, da so celo kupili Silmarillion, ne? Za Lord of the Rings, in potem sem ugotovil nekje vmes, da pač niso, ne? Ker pač ne rad si spoilam zadeve in niti ne preverjam teh stvari, potem gledam in tako, kaj se dogaja tle, to že ni Silmarillion, kot ga jaz poznam, vsaj je kakšna nova verzija mogoče, ne? In potem očitno je nova verzija Amazonov Silmarillion, ne? Ki je kar neki, ne? Oziroma od začetka je še šlo, potem pa ne vem, kaj točno so hoteli. Tem narediti, ampak očitno 100 milijonov ne kupi scenaristov, ne? Če že kupi kostumografe in vse ostale majstre, kjer pač zadeva zgleda dobro, ne? Vsaj meni. Ostalo pa od precej obetavnega začetka, meni je bilo v redu do katastrofičnega konca, medtem ko House of the Dragon, ne, mi je bilo pa tako, ne, očitno imajo bistveno manjši proračun, pa vse je na manjši skali, ne, mogoče pa bo v redu in potem moram gledati naslednji House of the Dragon, koliko je cool. Ne. Čeprav poznam knjigo, ne, zelo podrobno, ampak so v bistvu naredili odlično nadgradnjo v tej zliki. Ne? Tukaj ni to, je veliko deviacij od knjige, recimo, kar si ti opazil, zdaj ne da gre zdaj še enkrat obrati. Zelo pametno so naredili to, da so pač ta zgodovinski zamah, ki je v bistvu knjiga, ne? Zdaj dajmo tako povedati najprej, da ne bo kdo razočaran. Ne? Yeah. House of the Dragon je serija, se pravi, Ogenj in kri je knjiga in Ogenj in kri ni Game of Thrones. Ne? In ni House of the Dragon, ne? To je tako, kot Silmarillion mogoče. Ne? To je zgodovinski pregled, tak veličasten zamah z višine gledano, kaj se zdaj dogaja za časa Targaryenov. Medtem, ko je House of the Dragon zelo intimna zgodba, ki povzema tiste stvari po knjigi, ki so dobre za njo. In je zelo spretno narejeno, kot vidim pač, ne? So izbrali une stvari, ki so ključne, zavrtli ogromno, ker pač ta knjiga ima še veliko večji domet in zamah, kot sem rekel, kot so samo Targaryeni in pač teh, kokor imamo liko, pa že tako jih je veliko, ne? Ampak je tam noter veliko še dogodkov, pa hiš, pa gremo tja, pa zmaj, pa to je ogromno enih stvari. To so zelo lepo posekali, ne, in naredili na tako miniaturo ven, ki je dejansko privlačna zaradi likov in ljudi, ne toliko zaradi tega, katera hiša zdaj pride, pa ima največjo vojsko, pa kdo je koga zdaj ubal. Meni je bilo zelo tudi tega stališča, dobro, vizualno mogoče malo manj bogato, ampak še zmeraj v redu, taka minimalistična, taka gotska, bolj temačna, ne? Ampak meni je bilo tako privlačno gledati zaradi prav njihovih, to, kar je Martin zna, ne? Prav zaradi likov in je prav, se mi zdi, da je Martin skozi to zdaj povedal tisti Game of Thrones moment spet. Skozi serijo, namesto skozi knjigo, ne, mogoče sploh ni hotel narediti take knjige sprva, to zdaj špekuliram, ne. In potem, ne, se mu je v bistvu another chance, ne, dajmo zdaj še eno priložnost imam, ne, s temi scenaristi pa tako, da je zdaj naredil obe plati, ne. Eno plat je to zgodovinska pregled vsega, ne, drugo pa zdaj, kako bi liki funkcioniral v teh okoliščinah. Ki jih je on postavil. Ne. Ker v bistvu v knjigi si samo je opisno zlo. Dialog sploh ni to, v bistvu je samo on je šel tja, potem je prišel ta, pa potem je on tako. Ne. V knjigi v bistvu, če se ne motim, to mejstri pišejo. Ne? Ja. In je vedno ta nek nezanesljiv pripovedovalec moment. Ampak privzemimo, da so zanesljivi, ne, ker je zgodovinopisje. Ne gre toliko za nezanesljivost, gre sem za odmaknjenost. To je nek mojster ne, v samokoščenem stolpu, ki povzema zgodovino. Kraljica Alicent je bila taka pa taka, stara je bila tako pa to, kako je bil Viserys tako pa ta, prišla je tam, ona je bila potomka tega, v tem smislu, naštevalno, zelo tako pravim, visoko leteče, ko mi gledamo drugo svetovno,
potem so Nemci napadli Poljsko in potem so šli do Francije. Ne. House of the Dragon je pa, kaj se je pa zgodilo na ulicah Varšave, ne? Kaj se je pa zgodilo na ulicah Pariza, ne? Kdo pa je bila una prostitutka, ki je spala z nemškim oficirjem, ne? Pa so jo po koncu vojne ubili recimo domači, v tem smislu, ne? Domače, prav una intima, veš, ne? Tako da ima zdaj obe plati, ne? Mene je bilo zelo privlačna zgodba, zelo privlačna serija. Ok, super. Skratka te vidim, da kar navdušila, kar je fajn. Igor, mogoče ti nadaljuješ, kako se je tebi zdela, ti si, ali pa čakaj, moment, ne, Okay. Mito. Igorja bom preskočil, mogoče potem jasno, zakaj. Mito, ti si na vrsti, kako je bil tebi? Jaz si delim Sergejevo navdušenje. Še posebej zato, ker tako sem že omenil, ne, meni je v bistvu to telenovela z zmaji noter, ne, je nekako preškrnen fantasy, ki ima ravno dovolj elementov, da me v bistvu kot tega nerda, geeka, whatever boš pač rekel, takšnemu navdušencu, kot sem jaz, ki me pritegne pač ti fantazijski elementi, pol pa je zraven tale čist neka klasična družinska konfliktna žajfenca. In to zgodbo v bistvu držijo gor liki, pa njihovi zapleti, pa konflikti, vsa ta drama, ki je pač posredi tukaj, kot bi jo lahko najbrž predvidevam srečo v Dinastiji ali pa Santa Barbari ali pa recimo še lahko naštevamo kakšne 80s, 90s dolgometražne serije. In tu se mi zdi, da v bistvu je ful dober plus za širšo publiko, da pride noter v fantasy, pa tudi zame, ki ima ravno dovolj čara, da gre noter. Knjige sicer nisem bral, pa se je branim za zdaj, ker pač se sem že prej omenil Sergeju tudi, da jaz bi rad bil presenečen, ker mene je držala ta serija prikovanega na kavč, tisti moj desni del kavča, kjer je mačka, da navijam ali pa klejem ali pa preklinjam ali pa karkoli se pa zgodi v tej seriji, ki te res zna držati. Mislim, da je odlično spisana, odlično zaigrana, dialogi zame so bili primerni, tudi bolj mi je všeč, ker je fokusirana napram Game of Thrones, je bolj fokusirana, ker imaš ta res družinski konflikt med dvema frakcijama, medtem ko Game of Thrones je znal leteti na sever, jug in vzhod, zahod. Tle pa se mi zdi, da ta fokus malo bolj oster, sem tak izrazil. Je ironično, ker ima knjiga bistveno večji zamah kot Game of Thrones, ne? Yeah. Sam povem. Ja, ampak dati nekako občutek, da v bistvu vedo, kaj delajo, da vedo, kaj so ti liki, kaj so motivacije, kaj so te vse sivine, s katerimi se ukvarjajo, kaj so te portreti v sivini, da se tako izrazim. In da so znali s tem zelo odlično operirati. Noben del, vsaj zame, ni bil dolgočasen. Vsak del je bil neka zaključena celota, kar sem naprimer pogrešal v rinkah silnosti, ne, kjer se pač vlečejo neki špageti, pa v bistvu nikam ne prideš, Numenor se vleče fucking 3 dele, ne vem koliko. Tle imaš pa vsak del, Second Sons, naprimer, kao, imaš temo. Ta tema je lepo zaokrožena v enem delu, ki se potem seveda vleče naprej. In je taka zelo lepo stkana zgodba, ki me je ful privlačila. No. Ma sicer ene minuse, ampak ki so mogoče vizualni, ampak o tem kasneje. Ok. In Igor, ti si na vrsti. Jaz pa nisem bil tako ful navdušen. Moram najprej reči, da igra je fenomenalna. To res so zbrali dobre igralce, ki znajo to ful upodobiti in to tako mladi kot stare verzije. Tu sicer staranje je bilo malo tak, mislim, sem gledal v Guardianu, so imeli, da medtem ko Viserys hira vedno bolj in razpada, tako rekoč, se njegov brat izkaže, da je Westeroški pol rad. Okay. Ampak ok, ne, v redu. No, Matt Smith je roko na srce, tudi ko bo 85, bo pač Prince Consort. Vem, ampak pokaže ga pa, kak torej mentalno pa vseeno odraste, ne, v tem času. Ampak meni je bilo to, kar je že Mito omenil, da je vse skupaj žajfnica. Ne bi čisto rekel, da je žajfnica. Mislim, da proba biti nekaj takega kot mogoče Mad Men, samo v svetu Westerosa, pri čemer pa so dialogi v redu, pa to, ampak vse je nastavljeno točno tako, da če si že videl par stvari, te nič ne preseneti. Točno veš vsako stvar, kaj se bo zgodilo. Mislim, čist
najboljši primer, oziroma najbolj očiten primer tega je tu na koncu bil v tem zadnjem delu, ko tako reče onemu malemu 3-krat, ja, glej, pazi, ne se kaj delaš, da se ti ne bo kaj zgodilo, pa ne se v boj spuščati. Pa tak, le kaj se bo zgodilo. In se mi zdi, da je vsak dogodek prelomen, ful naprej napovedan bil in je malo dolgočasno bilo mogoče zaradi tega. Pa tale umetniški vtis je včasih malo preveč časa trajal, kot ne vem, ko Viserys umira. Ja, ko Viserys hodi prek hale v real timeu, počasi. Ampak so pa bili mnogi elementi, ki so mi bili. Harp got no time to spare. Ja, Harp tako, bolan si, dej move it. Come on. Ja, mislim, glej, Zack Snyder je uvedel slow motion za vsak nepotreben gib tukaj, pa so se odločili, kaj če uvedemo to brez slow motiona. Kaj če se ljudje res pomikajo tako počasi? Kaj če bolni stari ljudje res hodijo počasi? Ne, tega ne bomo kazali. Tako da bilo je pa ful mi je bil zanimiv fokus na določenih točkah. Všeč mi je recimo bilo, mislim, da povsem nenamerno, Aljoša, vem, da se enkrat na Twitterju pošalil z tega, da deluje kot moja genialna prijateljica, to razmerje med Alicent in kakorkoli je ime, Rhaenyra. Tako da tu imaš ful teh stvari, ki nekako delujejo, ampak vse skupaj pa bi lahko bilo mogoče malo bolj dinamično, pa predvsem imelo malo še kakšne preobrate, ki jih ne vidiš takoj oddaleč. Okay. Kaj bi ti še rad, da me kapal, kaj v vsakem delu, že tako me je, ne, kaj se dogaja? Ne, mislim, pri Rinkah silnosti je bilo cel kup preobratov, ko si pomislil, se to ni to bi bilo preveč neumno. Pa so bili vseeno, točno taki. Tukaj pa je bilo, to je to, to bo to. Jaz sem tle nekje vmes, tim sprava, očitno tudi danes. Pahorjanc. Jaz se strinjam z vsemi. Ti boš kar za politiko, boš ta prav. Vidim Twitter, pa tako. Imamo čas za selfie. Tako, nekako se mi zdi, da meni je bilo ta zgoščena forma mi je bila všeč. Zdelo se mi, da je fino, da so te komorni prizori, da ni mogoče res nekih 1000 štori že v prvi sezoni, ampak tako, ko sem včeraj, ko sem dajal izjavo za N1 o tej seriji, sem nekako enako pomislil, se tudi prva sezona Game of Thrones je bila dokaj fokusirana na eno ali pa dve familiji. Ni še bilo tega, kar smo pozneje dobili. Mogoče po drobcih še vedno več kot Hiša zmaja, ampak ni bilo to, kar dobimo pol, ne vem, 3., 4., ne vem, kjeri sezoni, ko se začne vojna in tako naprej. In tudi tukaj še ni vojna, ne? To so nastavki za povodi za vojno, vzroki. Se pokaže, jaz verjamem, da se bo pol dost več začelo dogajati, ker zdaj so že bili omenjeni Starki prvič, omenjeni so druge hiše, ki jih je treba, seveda vsi si pridobijo na svojo stran. Mislim, da je Anže ali kdo pisal, ali Pižama, da zdaj Excel tabele delajo, pač kdo ima več zmajev, ne? Ampak se mi zdi, da je tako, ima en tak šekspirijanski pridih. Mene načeloma ne moti to, da si ti takoj na začetku vedel, on je bad, mislim, ta bo šel proti temu, to bo pač vsa poanta. Dve frakciji imamo tukaj, borita se za prestol. In pač oče, ki je roka kralja, skuša pač svojo hčerko silo zdaj tle kralju, da je zagotovi njenemu potomstvu, se pravi svojemu potomstvu, prestol. In bo skušal se tako zavihteti na prestol preko pač svojih potomcev. In po drugi strani seveda kralj se odloči, da da svojih hčeri naprej prestol, da skratka zagotovi, da bo se njegova linija nadaljevala, ker do takrat še ni imel moškega potomca, oziroma so vsi nekako umirali med porodom, dokler ima pa prva žena ne umre med porodom. Imamo skratka to neko osnovni konflikt, ki se nikoli kaj dosti ne razširi, in mene to načeloma ne moti. Meni se je zdelo tako zelo šekspirijansko, zelo arhetipsko, zelo tako, ok, to imamo, zdaj pa vemo, kaj gledamo. In znotraj tega je vseeno dovolj nekih premikov, pa dovolj zanimivega. Tudi jaz se nisem dolgočasil nobene epizode. Kar pa je
negativne stvari, ki jih to prinese, pa so bili meni dialogi, ki so bili posebej v začetku zelo slabi. To so bili niti malo nobene subtilnosti v njih. To je vse tako očitno. Ona ima ljubimca, bomo zažgali celo njegov grad. Super. Mislim, res tako, vse je tako out in the open. Jaz sem totalno pogrešal Game of Thrones momente, kje imaš ti, zdaj pa bom jaz neki tam rekel, pa ne vem kaj, neke velike zarote, ki delujejo v zadju, pa hkrati zaenkrat je pač tako, da sta res samo dve strani in nobenih ostalih playerjev. Pač kar zdaj se bomo vsi popredalčkali, ali smo za kralja ali za kraljico, ne bomo pa imeli nekih svojih iger. Ne? Tamle v Game of Thrones sicer na koncu se izkaže, da Littlefinger, Bog ve, kaj je počel, skratka imel neko blazno zaroto, ki se je na koncu izkazala, da je bila bolj tako plehka v resnici. No? Ampak bila pa je. Imel je prsta v marmeladi. Ja, jaz sem ves čas pač pričakoval, da bo on nekje na neki poti, prišel do prestola in ne vem kaj. In je bilo veliko teh intrig in iger in veliko takih dialogih, kjer si v nekem hvaljenju slišal podton, skratka pa v nekih teh vljudnostnih izrazih si slišal podtone. Tukaj ni nekih podtonov, vse je zelo jasno, kaj kdo hoče, ampak potem, ko se je pa serija gradila, pa je tega vedno več. Ne? Zame eden ljubših momentov je, kako, skratka, tale brez okec, brez ene okice, kako je njemu ime? Aemon, ja, to so vsi, so Aemoni, Egoni, Viserisi, Viserisi. Ali Joffrey. Ja. Skratka, kako on užali, skratka, sinova princese Renire, ki ima reče, vidva sta strong, pač, kako sta močna. Tako. In to vam pač, ker sta zelo močna, in to podari, ker seveda sta pankrta, in se njun oče piše močen, strong, oziroma silak po slovensko, se mi je to zdelo, ja, tak, jaz bi imel več tega. A veš, da ni vse, vsi vemo, zakaj gre, ampak je vseeno nek podton. In tega je bilo meni v začetnih delih premalo noter. Ostalo pa ne vem, vizualno se meni zdi zelo fina in mislim zelo fina. Zdi se mi zelo podobna Game of Thrones. Ja, to pa je. Ker smo mogoče zadnjič govorili, da v Rings of Power ni čisto isto, kot Gospodar prstanov. Tukaj je pa tako, da bi gledal isto serijo. Ja, dosti copy-paste. Se namenoma, špica je enaka, glasba je enaka. Ja. No, in recimo mene tudi to, jaz moram priznati, da me pa malo moti. Ja, mene ful moti. Zakaj daš isto musko? Jaz sem pričakoval, da bo, mislim, da bo... Saj neko verzijo. Jaz mislim, da je ta brand recognition fora. Jaz mislim, da je to prav dobesedno brand. Ja. Zato, ker v bistvu samo vodna špica, grafika, ki je narejena, je meni confusing as fuck. Mislim, meni zgleda, da so malo podcenjevali gledalce. Kot da pač od začetka, da so bili zelo, zelo, zelo na prvo žogo, da kdo ne bi slučajno mogoče šel v stran, prosim, dajte nam gledanost, ne? In že od začetka je tako, to je Game of Thrones, to je Game of Thrones, to je Game of Thrones. Nikakor ni nič drugega kot Game of Thrones. Pa se izkaže, da ni Game of Thrones, a veš? Ampak še vseeno, to zgleda kot Game of Thrones, muska je enaka, špica je enaka, prosim, ne id stran, ful hočemo gledanost, a veš v tem smislu, ne? Meni je malo škoda, da niso nekako se po Game of Thronesu ozirali, dobro, pust musko na miro, ampak naprimer v zadnjem delu so zopet pokazali to mizo v nekem novem looku. Tista miza izgledala hudo. To je super zemljevid, ja. Ta zemljevid bi ponudil, pač imaš nov look, lahko bi novo grafiko uporabil, lahko bi nove kamere uporabil, kakorkoli tlepa kot to neko potovanje krvi skozi neke, ne vem, valirijske pretoke, akvedukte, whatever, pač to je. Je sam confusing, pa vem, da so to neke hiše, pa rodbine, pa neki, ampak, lej, daj mi geografijo reči. Da je zanimivo, da sploh še nismo videli The Doom of Valyria, kot prvo, ne? Kljub temu, da so oni tam prišlo, niti v enem flashbacku tega še nismo videli, ne? Predvsej zanimivo, ne? Kako? Bomo tudi to videli? Ja, po mojem. Ali bo to ločena serija? Ja, po mojem bo kar ločena. Lej, kujmo železo, ne, veš. Tako, no, tega nismo videli, no. To je zanimivo. Je pa recimo, kar jaz mislim, da je ena privlačnost te serije, tudi v primerjavi z Igro prestolov, je pa to, da kar je Mito že malo namignil, da je še manj fantazije. Ok, zdaj imamo več zmajev. Mislim, zmaji so fantazija. Tako, ampak vse ostalo je pa... Vse Game of Thrones. Zmaji so fantazija. Ja, ampak tam si imel še White Walker, imel si še neke rdeče čarovnike. Tako, ja. Časoma. Ne, rdeči prist je bil že v prvem delu. Ja, samo vseeno, ne zamah. Mislim, ta dokot vsega, teh 8 sezonov. Ja, recimo, ni bilo vse tako. Mimo zdaj kompresirano v glavi to. Vseeno pa imam tle feeling, da boš tega še manj.
Ja, se to po mojem v redu, ne? Zato ker to je dejansko, mi gledamo srednjeveško fantazijo izmišljeno, ampak mi gledamo svojo fantazijo, svojo zgodovino, svojo preteklost. To je evropska preteklost, ne? To je to. To so evropske države. Ne? Če gledaš, una je Francija, una je Nemčija, to so dvori, ne? Na angliškem dvoru se je to zgodilo, oni so ne, se Martin to je vse naštudiral. Moj point je bil pri tem, da pač kao, govori se tam, da je pač da je fantazija to, ne? Ampak tu je fantazija zgolj za odtenk, za pokušino. Ne? Mogoče je že bolj fiction, kot fantasy. Veš, kaj so meni zmaji? Meni so zmaji nuclear option. To so tvoja... Se zdaj jih pa ni. Ja, vse ker to je fora, da pač kao... To je tvoje taktično nuklearno orožje, ki je po vrhu še kao... To je ICBM, to je strateško nuklearno orožje. Ampak kao hočem, ki še hkrati po vrhu zelo lahko hude, slabe vole, naprimer, kao pa se ne oboga celo. Čeprav, a kdaj vidimo, da je zmaj slabe vole, pa koga ne uboga. Ja, na koncu. Ja, zdaj na koncu. Ja, okay, razen na koncu. Mislim, meni je bil to en boljših momentov. Koliko jaz... Dobro, bomo prišli od tega. Nima veze. Pač moj point je kao, da ko sem omenil prej telenovela /Žajfenca, to ni slabšalno mišljeno. Res ni slabšalno mišljeno. Zato, ker pač v okviru tega pisanja lahko ti ful narediš, pa pritegneš gledalca, pa dokler ni teh forkov, da se skome zbudi, pa kao, jaz sem tvoj brat, ki je prej bil župan, pol pa kirurg, sem čist cool s temi forami. Zato, ker pač To še pride v tretji delu. Okay. V seriji se bo zbudil. Župan in kirurgi. To je že mislim, dokler ni teh forc, jaz sem on board, če bo dobro. Nema veze, ampak to je vse ok. Mislim, ta fantazijski žanrski element noter je pa res za pokušno, ker naprimer dost bliže se temu bolj kot Lord ali pa Wheel of Time, jaz vidim tukaj Borgici ali pa Tudori, naprimer, serija. Zgodovinska serija. To je zgodovinska serija. Mislim, zgodovinska zato v velikih narekovajih, ker je zmišljena. Plus zmaj. Tudi danes v N1, ki sem bral, ki se vedno tako meni, to smo včasih tako živeli, ja, samo veš ta fantasy, tam imaš v bistvu govoreče, gledeče, krvaveče drevesa, pa ne vem, kaj je odesno, pač to je fantasy, ne? Ampak je tak zelo zadržan, skromen, sramežljiv fantasy, a veš, ja. To je lepa znaka za podžanr, sramežljiv fantasy. A to bo po mojevniku, bo sramežljiv? V naslednjem, V2, sramežljiv fantasy. Tako, sramežljiv fantasy. Ampak v bistvu, zdaj, ko si rekel, da ni, da žajf, mislim, vsaka zgodovina rodbin teh kraljevskih je v bistvu žajfnica. Ja, seveda. Seveda, da je. Pa svoje, ne, ker žajfnica, mislim, kolikor obrneš, je negativen izraz, ne, to je pač tako je, ne. Meni je taka okrašava, lahko bi rekel tako občečloviško do Kaj pa če človeška drama? Ja, ajde. Ok, zdaj, pač vsaka oklepaju melo drama, ne, ker je tudi melodrama, ne, ampak če gledaš angleški dvor, kaj je to drugo kot stotine let melodrame, ne. No, ampak kar je mene malo motilo, ne, je za razliko od Game of Thrones je tukaj pa fokus zgolj na tem, kako kralji in kraljice živijo. Ne? Mi vidimo minimalno vpogleda v to, kako drugi živijo. Ne? Ja, ampak naslov je House of the Dragon. Ja, pa tam je bila Game of Thrones, naslov pa smo videli. Ampak on misli bolj te navadne pač ljudi. Čeprav tukaj, če smem, bi rekel, da pač tudi prva sezona Game of Thrones, ki je tudi fokusirana najprej Baratheon, Lannister pa Starki, bolj ali manj, se niso ukvarjali z lowly, bla bla. So, straži so imeli, v nočni straži si imel potem vse. Polna prostitutka je bila ful pomembna. Ja, dobro, tu imaš priznam, hočem mogoče bolj to reči, prva sezona je, pa mislim, da se malo šparajo še, mogoče. Ampak le imaš tudi prostitutko, celo večnih, orgije imaš, flea-bottom imaš, samo grejo ljudje mimo. Kako? Pač mimo grejo ljudje. Mislim, po mojem, oni ne morejo tudi vplivati, kaj je dosti na Targaryen, ker Targaryeni so s svojimi zmaji toliko močni, ne moš kaj tukaj narediti. Ker ti lahko vseeno organiziraš rebelije, norega kralja vržeš, recimo, kaj je bil že čisto na koncu, ali pa pol, ne vem, Baratheon ali pa Stark. To so ljudje, ne. Če imaš ti zmaje zraven, si pa pušil naprej. Nuclear option, ne. Ja, veš, mislim, če ti eno leti noter v septo, ne, in ti tam pred kralja, ne, bodočega in sem zarenči, ne, kaj boš naredil? Ja, se. Folk samo ven. Ni nobenega junaka, ki bo kaj naredil tle, ne. Čeprav je pa res, ne, da ko prince consort Daemon Targaryen, ne, svojim zmajem preleti nad prehodavce, ne, ga pa kar lepo prelukne onga
zmajčka s puščicami. Ne, tako da, Ja. no. Ja, oni so očitno crab people daleč od Crab, tega, da bi ja. se česar koli Ja, bali. no, ampak nasplošno rečeno, ne, ljudstvo tukaj nima kaj praskati, ne, da še rodbine ostale nima kaj praskati, trgarni se mofa. Je ne, Škaj delati mislim, da zdaj, ne? morajo kaj praskati ali karkoli ti narediti. pogrešaš Mene portret. zanima Portret samo, njih. kako živijo. Ni, Ja, veš, tudi- jaz še zmeraj mislim, da je naslov House of the Dragon, to je to. Mi Ja, gledamo ampak- Targaryene. Tudi recimo ti crab people so tam neki na začetku, Massive Fighter in Sam jaz tega nisem potamani in je pričakoval, konc. recimo. A ste to pričakovali zares? Ne? Ne, jaz nisem. Jaz pričakujem Targaryene, to je to. Pač jaz- čistko. jaz Zdaj, pri- to je jaz- that's it. Jaz Ne? pričakujem The Crown. world Okej. building, ampak ne trdim pa, da bi ga zahteval v prvi sezoni eno del samo o bordelu. Ne, ampak imamo 8 delov, hočem še o ljudstvu, pa o socialni strukturi. Pa To bi me zanimalo. No. Sej, Ja, ne, pravim, da mislim, mora lahko biti. da, Ja. ampak- Ne, sem mene tudi, ampak kaj bi jaz prosil, ne, naprimer pisce, veliki pisci, ki nas zdaj poslušate, itak ne nas poslušate. Kao, bote pozorni na to pa dodajate. Hkrati, no, ker res sem pa, jaz naprimer sem pa bil kar ok, pa zadovoljen s tem, da je bil res fokus na teh glavnih akterjih te zgodbe, ker pač tako si rekel, naslov je to pa to, hočem to pa to gledati, fuknem mi zmaj noter, ker zato smo tle, zato fucking plačujem HBO. In pač na koncu sezone bi rad imel neko sliko tega konflikta, ker pač, ne vem, da bo 5 sezon, to so zdaj rekli, ne? In da pač bo tu full velika bitka, da se začne, kako se že reče, The Dance, da zdaj je bil samo pre-dance, ali kako se temu reče, miganje ob šanku ali kakorkoli. Ja, zdaj so se ogledovali. Pri šanku je pa to bili Kjer je opaki. kmečka nevesta? A ti si, ja. Pa bo stopil gor. Pa pa fantje, vrgo čreva na plod, Pa dobesedno. bojo kaj, moja rožica pa zapel pa to. Ja, una rožica Ja, zgorela. Jaz sem full ta feeling, da pač to prvo sezono res gledam pač ta velika preambula vsega tega konflikta. Vse to. Tako da, komod, razumem, kaj hočeš povedati, ampak komod pa tudi pogrešam to v prvi sezoni. Bi pa pogrešal to v tretji sezoni. Prvo bi pa že jaz tudi, ok, pa dajte še malo življa noter. Naprimer, tudi ta serija ima zelo lep fokus na vzrokih in posledicah. Ne? Ja. In bi me čudilo, mislim, da Pižamc danes to tudi v N1 članku omenil, bi me čudilo, če ne bi bilo posledic za določeno princeso, tam ki je z zmajem uletela med koronenjem ven, da pač ne bo posledice za njo ali pa za King's Landing oziroma za to Dragon's Pit, no, kakorkoli, ne, neke taj posledice, ki bi se čutile na navadnem življenju. No, dobro, ta družina je že doživela dovolj posledic, se ti ne zdi? No, kar bo tudi Premalo stari. Kdo so pa oni skozi unike? A ne, že spet posledice. Ampak bo zanimivo videti, ne? A me poznaš? Ja, sem posledica. Ampak bo zanimivo videti, kako bo je tole upletlo, ker tega ni v knjigah, recimo, ne? Tega dogodka ni. Ja, to sem knjigi, bral, ja. Tega ni in to Aha, so... to je ko ona z zmajem. Tega ni, ne? Ona je precej drugačen lik. Ja, v teh, kako se že Inside the Episode, sem videl, da so pisci rekli, ne rabili smo za njo neki exit, ki je full epski pa tako in pač ja, okej. Okay. Ja, Drugače, če sem prav razumel, so tudi zdaj, če gremo, zdaj skočimo na konec, ne pa so te spremembe. Jaz sem pa bral zdaj le na zadnje, da so ena večjih, pomembnejših sprememb je tudi zdaj tale konec, ne, kjer pa skratka tale gusar, pirat z Karibov na zmaju, ki ima ne vem koliko večjega zmaja, zdaj to je res tako Aemon. 600 metrov, ja, velik zmaj proti unemu črvičku letečemu, ja, in ga pač potamani, ne, da je v knjigi to kao namenoma on naredi, v seriji je bil pa to kar neka reakcija zmaja, ki ga on ni mogel več ustaviti. In da to daje seveda vojni še bolj nek tragičen ton, ne? Ker Rhaenyra hoče ustaviti vojno. To se meni zdelo še kar zanimivo, Men tudi. ker se lik zelo počas, njenega lika res nikoli ne slišiš kaj dost tuhtati na glas, ne veš, kje ona točno stoji. Za Meta Smitha, njega kaj je že Viserys, ne Viserys. Ne, Daemon. Daemon Targaryen. Dati te imena, ki me res to, kar mi je pa tle konfuzno, ta njihova imena, blesa, ker so vsa ista. Skratka, demon, je pač demon, no, tle nimamo kaj, ne. Njemu vidiš, kako je pohlep, kako hoče biti, kako je ambiciozen, ne. Tudi jaz zelo ne verjamem, da je on z Rhaenyro, ker jo pač ima blazno rad. Jaz mislim, da tle je pač on videl, da sam ne bo kralj in da je edina točka, da bo pač
zapeljal svoj No, nečak. seveda, on ima sebe rad. Tako, ja. Ja, Tako kot Matt Dobro. Smith, jaz verjamem, da se mora imeti. Mislim, jaz bi ga tudi Exactly, imel rad. Ampak eno par stvari je, Če bi bil jaz vseeno, Matt Smith, bi se imel rad. Tako, No. ja. Ja. Vsak dan. Tako, vsak dan bi se imel rad. mislim, če bi jaz bil Matt Smith, bi si mislil, fuck it, kako bi bilo cool biti David Tennant, ampak ok. Ne, en par stvari pri razvoju tega lika pa je konfuznih. Čist na začetku vse deluje, kot da ima on dejansko neke erectile dysfunction. In da ima nek issue tam, neke probleme, ki jih pač ne ubesedimo, ampak se jih ni treba, potem pa jih kar naenkrat nima. Ful ima problem s tem, da kar pobija ljudi, potem pa kar naenkrat se poroči, pa potuje, pa bere knjige, medtem ko bi se žena pogovarjala z njim. Malo je Kdo pa odrastel. ne od nas? Ja. Malo je odrastel, ni, Ja. se ti ne zdi? Ja, ampak Kdo pa vseeno, bere tak, knjige? ni čist stanovitno in ni čist razloženo, kaj je zdaj tu. Sej, zagotovo bo še v drugi sezoni kaj prišlo, ampak se mi zdi, da tudi ni nujno, da so pač malo tja en dan pisali ta njegov lik. To je zanimivo, prav ta beseda stanovitnost, ker mislim, prav on me deluje najmanj mentalno stanoviten. Ja, Ko, ampak hkrati pa je potem čist se umiri in ima en obdobje Jaz pa lajfa, ko je nisem tako čist videl, da zen. se je blazno umiril. Jaz sem videl, da pač odide od tam, ker Ja. pač je nezaželen in ne more svojih ambicij izpolniti in jih gre izpolnjevati nekam drugam. In tista knjiga, tudi ki jo bere, ni to neka kronika Ja. familije Targaryen, se mi Ja. zdi. Ne? Skratka, ne vem, če je to glih educational narave. Jaz mislim, da je to bolj tako, to bi jaz bil, ne, Egon zavojevalec. kje sem ne vem jaz kva. v tem? Tako, kje sem jaz, tako. Ja. Kje sem jaz, kje je moj košček peska v tem. Jaz sem bolj tako videl. Nisem videl, da je blazno pomirjen. Tudi ko mu žena umre, ker se postavi pred zmaja in ima eno najbolj groznih smrti. Ej, fucking legend. Stari. Tako. To, Ja. V tej seriji se mi zdi, da itak se neki režina pogrebu, pa neki tako tudi malo histeričen postane, ampak pač vidiš ga, da je zloben. Ne vem, jaz Meta Smitha pogledam, pa mu tako z obraza preberem. Fakt, ti si zloben. To. Res. Tudi Res. princ Filip je zloben, Ja, kako se to... tako, tudi dovolj- doktor- Ja, No, No, čak pa. No. kar je še toliko teže, pri njemu knima obrvi, tako da ne veš, če jih Ne veš, kaj dela točno. ne. Ja, tako da mene to ni, me pa je res presenetila pač Ranira, ki pa nikoli ne veš čisto točno, bo bolj Fotorova potomka, ker Fotor je nek, kao, ni bilo vojne v njegovem času in tako imel res sajt, da je umiral. Ta mirodobnik. Tako. Ja, Res- sam vojne ni bilo zato, ker je on zrihtal, da ni bilo vojne. Ja, ja, To no, je se pomemben pravi. detajl tle. Ne. Se pravi, Ja. in pač je ta nek državnik, rečemo, Ja, temu, ja. podoba On je državnika. moder, Tako, moder, je, ali moder pa bolj kralj. stričeva varianta, ker jo pač privlači stric, ne, Aha, ja. v vseh disturbing ker je V vseh pomenih te ta, besede. v tistih Ja. pomenih, za katere se predstavljate. da so. Tako, in pač ali bo se bolj nagnil k njemu, in na koncu pokaže, da je pač Fotorova hči, ne? Ker pač Ja. ne bom šla v vojno takoj, ne bom prva tista, ki bo naredila, čeprav To je se bil meni pač zelo hoče pomemben zgoditi. moment noter, ne? Ker v bistvu, ja, nisi vedel najboljše, nekako imaš feeling, da ko nas skuša zgolj kao preživeti do koronanja, nekako do tistega poziva, ko Viserys umre, ne? Da pač ona, kot da čaka, no? Pač na tisto svojo koronco, dokler ni pritisnjena ob kot, pa da se samo zgolj bori v bistvu za svojo deco, da preživijo, se bori proti obtožbam, da so bastardi, kar so pač. Ne? Ja, za In- stabilnost kraljestva. Ne. Ja, zato, Zato ne. ko je on davi. Mm. Ko še predtem reče, ko slišim Viserisa iz tvojih ust, pa je Ja. prav ta moment, ja, motherfucker, kaj ti ni jasno. Ja. Ne? Ne, da slišiš veselje. Ja, koga bi itak. ti slišal. Ne. Ne? Tebe. Pač jaz sem očetova hči, kaj ti ni jasno. Ne? Mogoče je tukaj mal moment Halbrand Galadriel. Samo iščem. En mogoče, Kakšne veš. povezave. Ne, en tako, a veš, da je malo skušnjavca, ne, a veš, uno, da boš moja, ne, boš taka kot jaz, ne. Mhm. Tako. Ker kaj dela Halbrand, oziroma ne bomo rekli to. Pač, ne, ja. to hoče narediti, ne, isto hoče. Če bi imel Damon tudi njo, ne, Mhm. a ne bi to njega naredil za kralja. Že. Ker je on drugi sin, ne, on išče Ja, po ja, vseh variantah, vidi, direkt ne bo šlo. Ja, ja. Ja. Tako ne bo šlo, tako ne bo šlo. Aha, ne. Mhm. Ne, Renira, ne, Ja. pa še Hot Young. Ron je to, ne. definitivno tak lik, da sem se jaz več čas bal za ta njena bastarda, Mhm. ker pač mi ne zgleda on lik, da bo to dolgo gledal, ne? Ker to niso njegovi potomci. Ne? To njega proma briga, ne, a veš.
Zdaj na tej točki. Kdo je kdo? On bi samo bil tisti, kar ne bi drugi sin šele postal, če bi dolg čakal. On bi bil bolj hiter, tako kot Emont, se Emont tudi reče. Ne? Tale je dubil vse, pa nima pojma, ne? Jaz sem pa ta. Sam za njega rečeš, ok, to je res, ne? Ampak, ne? To je res, ampak ne? Tam pa ne rečeš, bo ti demon kralj, ka vizeri se zanače. Boljš raj ne bi bil, ne? Ker če ne, bomo imeli vsi težke težave. Za velike težave. Ne? To je zanimivo. Ne? Ampak je zanimivo, kako se mi pogovarjamo v bistvu o nekih izmišljenih likih, kot da so resnični. Ker so dobro napisani. A veš, medtem, ko se pri rinkah silnosti ne pogovarjamo o teh likih, kot da so pravi, ker niso. Ker so zanačne. Pač. Skoro si. Ja, to je res. Mislim, da... Kako? Mislim, da ima Morgoth več osebnosti. Še tisti, ki so kul, imajo čudne naglase. No, pustimo ga. Ker smo že pri likih, Sergej, ti si se nekaj pritoževal ravno o morski kači, ne? To pa ti ni bilo všeč, kako je prikazan. Ja, to je bil moj pet piv. V knjigi je dosti pomemben, ne? To so cele traktati dejansko. Kako je šel ta pa v to pa ne? Tukaj je pa en tip, ki v bistvu tako, to ni kul, jaz bom tle zrihtal pa glav preč. Veš tako, come on. Nisem njegov brata, ne, ampak on v bistvu je tako, zmeraj nekaj v ozadju, tam tako, mogoče bo drugi sezon. V tem smislu. In ima zgine in tam zasigura neke une prehode. Mislim, vsi razumem, ne, razumem pisce, ne moreš vsega dati noter, ne. In pač to je tisto, kar sem pač razmišljal, ne, da tudi TV serije, koliko je dolga pa kompleksna, še vse en pač nek Cliff Notes od knjige. Ne. Film je tako prav en droben košček, TV serija 10 koščkov, knjiga je pa 1000 koščkov. Tako se nič ne odzame od tega. Ne, meni se je zdelo uspeh te serije prav pri Velarionu, oziroma Corlyu, da pač da so ga lahko postavili v ta tematski tabor v smislu krvi, v smislu usode, pa v smislu kdo smo, pa odkot smo, pa take fore. Ne? Da pač tukaj on, pa Daemon, pa Viserys, eni ti starejši boomeri, da se tako izrazim, so imeli ful ta moment, kao, da pač priimk je pomemben, zgodovina je pomembna, ves ta fora. To je njegov vlog, se meni zdelo, da v bistvu, dokler se on nazaj ne vrne, pa mu ne Rhaenyra, ampak Rhaenys. Nekako reče, ali stari, ne me fukat, mi da smo zgubili deco na račun tega tvojega sprenevedanja, pa sledenja neke slave, pa neke zgodovine, pa usode, pa koj kuraca, da se ti prezemlji malo, pa kao probi se skulirati, zato ker, naprimer, tvoja nečakinja ali sestrična ali whatever pač je, skuša tam držati vajeti kraljevstva skupaj, pa je tista, pa še najbolj tihi glas pri temu, ni za nasilje. Zopet zadnji del se mi zdi taka res češnja na torti te sezone. Na rdeči torti. Ja, a veš, meni je bil cool lik. Ravno to, ker je imel ravno dovolj časa, da je bil ta portret, še posebej pa ta kontrast z njegovim bratom, ki je potem bil ravno prav odrezan, da dobiš to logiko, kaj pa ta tema, te družine, pa kako ga postavljamo znotraj te večjega zgodbovnega loka, nekako da ta fora krvi, pa zgodovine, pa vsode, pa blablabla, vse to, kar sem pomenil. Tako da ja, meni se zdi čisto ok napisan, no? Ne, vse v kontekstu serije je, samo če ga pač primerjal kot v knjigi, ki je bil res cool lik, in je tle totalno v zadju, pač mi ni cool, ampak potem pa pomislim, kaj vse bi moralo še biti, da bi bilo cool, pa bilo pa to že v prizoritu knjige kot taka. Pa bi res rabil 420 milijonov, da bi tole naredili, ker tam je precej več. Ja, ampak to bi bila Igra prestolov, ne? Mi bi njega gledali, kako on gre in potuje, tako in verjetno ga ne bi bilo konc v prvi sezoni. Ne, pa tudi malo iz tega že sega, v bistvu pa zgubiš fokus na Targaryenih, ker piše House of the Dragon. Še en spin-off House of the Valerion, House of Corley. The Stepstones. The Velarions. Ja, The Velarions. In gremo 5 sezonov. Pa Cousin Balki zraven. Njihove frizure so res, kaj so bili že oni Goldsteini, ali kaj so bili oni, Goldbergi, humoristične. Nekaj tasga, ja. Meni zgleda, to so slavo slišali, ampak moram rezati. Moraš reči. Blackface Offspring band, veš, punk band, ko so vsi imeli tele drede.
Punk rock band? Ja, ne vem, Ja, meni zgleda, kot da zakaj se pa z Jamajke Ja, prišli. kot da no. So temnopolti, ne? Ja, Kot da bi bili Offspringi, ki bi imeli blackface. Ja. Aha, niso Offspringi dejansko imeli blackface. Ne, zato ne, so ne, čez še enkrat ne, ponavljam, ne. niso imeli. lahko poslušaš Offspring. Offspringi za 2022 bi imeli. tako. O moj bog, prosim, ne me mučite. Novi Offspringi so črni. Pa. Ja, To, ja. Sorry, se smejo, ta šala, ok, never mind. No, meni se zdi zanimivo tudi to, da v bistvu vemo, kako se bo stvar končala. Ne? Jaz ne. vem. Ja, jaz tudi ne. Jaz ne vem. Jaz In sem nočem nisem vedeti. prebral. No, Nočem. veš, Vemo, no, kako se bo končala. veš, da se Ja, ne bo dobro končala. Ja. Ne? To ti se ne bo... bo dobro končala. No, vse ne, no se mogoče je zato zanimivo. Iga prestolov se ni. Res. Tu so, ne vem. Ne, ampak je tako, kot Rings of Power, ne? Tam tudi vemo, da se ne bo dobro končal. Ne? Vemo, kaj se bo zgodilo. Ne? Vemo pač, da se Lord of the Rings dobro konča, kako se konča, ampak vemo, da se pač Rings of Power ne bo dobro končal. Ne? Isto No. tukaj. Ne? mislim, kot je povedal George R.R. Martin v tem slavnem intervjuju ali eseju, Lord of the Rings se ne konča v redu. Zato, ker ne vemo, kak ork policy bo imel Aragorn, kako bo fural kraljestvo, potem, ko je pač vse sesuto. In ne. bradati Da, to je tisto, šaljivec. kar je zanimivo tam. Ne, tak, da, ja. Ne, to je tako kot Tarantino analiza Top Guna, veš. Ja. Je zanimivo, ne strinjamo se. Super, to se moramo vzemeti. Ministrstvo za kulturo, kaj se pol zgodi, če se ork prijavi Ja, tako, na delovno štipendijo? ja. Kaj še kraljestvo brez orkov kot poceni delovne sile? Aljoša, dežurni kritik kapitalizma, povej. Jaz sem hotel na tej točki še se izogniti temu, tako, in reči kakšno, ne vem, kostumografiji in seveda vizualijah. Kot smo že menili, stvari izgledajo zelo pač iste, v istem stilu kot Igra prestolov. In spet imajo nekateri tudi težave s televizijami, kar je mogoče, so res težave njihovih televizij in Ne vem, ne vem česa, ker meni. Ker je pretemno, spet so se nekateri pritoževali, da je vse skupaj pretemno in da niso nič videli. Po meni Meni je bilo precej okej, normalno, no, ampak pač okay, malo temno. No, to je. Mislim, ampak razločno je še vedno. Tako, zato. ker se dogaja v temi, ne zato, ker bi Lahko Ja, imaš da ne sonce videl. od zadja, veš, ti si na zaslon, pa res. Ne, tudi problem. kaj že sprehod ob mesečini na plaži, mislim, da je ta scena, ki je folk Ja. pograbila, no, pa Vegar, Ja. tam mal Egon, ki Vegarja zajaha, da jih je to pograbil, da nič ne vidijo. Jaz ne vem, kako ima folk televizijo nastavljeno. Pa v bistvu, tudi če bi imeli pravilno, bi se po mojem zgražali, zato ker je pač temno. Ja, samo to je stilistična odločitev. No. Jaz Pa ne na tej vem točki tukaj lahko tudi problema. rečemo, mogoče je tudi seveda to razlog in zdaj dobro prišpičite ušesa, ker podcast Obot tega ne podpira. Seveda razlog downloadanja, če downloadate slabe kopije serij in ne gledate pač na HBO-ju, tako kot normalen človek, ki hoče plačati za stvari, v katerih uživa. Ali pa si od staršev To se sposodi ni dobro geslo. slišal, ali pa si sposodi gesla. Skratka, je lahko tudi to vzrok, ne, seveda. Jaz mislim, da ja. Posebej, če gledaš na kompu ali ne vem, čem gledaš. telefonu. Ne, pa to Ja, si ljudje. telefonu, meni, Ja. da ne gledajo. Ljudje si serij, no. sploh ne downloadajo, ljudje streamajo to. Pol pa še slabše. Na neki krepi povezavi 480 pa lupijo po forumi, ker nimajo časa. Ja, Ja. ker ne vidijo. Ja, ker nič Ja. ne vidijo, ker Ja. imajo preveč časa. Pač tako je, ne? Ampak če boš ti gledal to 2160 p, no še ne nobenih težav, pa imaš še en dober številka televizor. Ne? Ja. Mislim, tudi če Garantirano gledaš nobenih na težav, telefonu, veš, pa se spomniš, da to svetlitev zaslona do konca bo čist verjel slika. Mislim, če gledaš to na telefonu, si zaslužiš nekaj, da te pride z bagar in te požre, ampak ok, ne. Sej. Mislim, Če da ni včasih so drugega, ljudje na ne. poti ali pa kaj takega. Ne moreš Pa, stati. mislim, jaz sem že več stvari gledal na telefonu. Tako da Ne vem. Tudi hoteli zdaj že imajo, da lahko kastaš gor, to je res Ja. pomen. ne vem, jaz sem gledal taksista na telefonu na zadnji, recimo, čist verjel film. Zelo temen, Z ampak, Robertom. ampak se verjetno Legitimna vidi. primerjava. Ja, Okay. Tako, okay, ej, Nekdo je gledal teleksista. glej, na jaz sem telefonu. gledal taksista. Ja, mislim, da je to Ja. nekaj, kar lahko odnesemo. Vsaj vemo, da je pogledal taksista. Ja. Medtem ko Game of Thrones knjige sem pa bral na Kindlu na Blackberryju, tako da okay. Ja. Me pa po moje čisto vse en, tekst je tekst. tekst je tekst. Ja. Samo zelo malo zaslona je.
Ja, to je res. No, so pa rinke silnosti zelo svetle, to mi je bilo povšeč ta kontrast. Ne, Ja, House of tudi Dragon, meni. ki je pač svoj vodski in to in pa tako napolno vse vidimo. Ja, pa si to tako je Wow. bilo vredo, eno ponedeljek, petek, ne, tako da v vikend greš s tistim svetlim nonsensom in potem potem se začetek začne tedna, tedna. pa Tako, ne. ponedeljek je A, minil. okay. Gled, Rings of Power so bili tako svetli, ne, da so si morali orki po noč z baklami svetati. Creatures of the dark and the underground. Ja. A veš, kaj iščejo galadarji ali pa tam avga, ne, tako bakla. Kje pa sta, pa jaz tako gledam, orki? Jaz sem pa mislil, da je zato, ker vilinci odsevajo svetlobo, pa jih tako hitreje opaziš. Ja, so deep. Mislim, da niso scenaristi čisto dobro mislili se. Mogoče pa res. ne. Ja, no. No, če niste o tem sanjali že pa v prejšnjem, še mogoče tega detajla Ja, izrednega opazili. Ne? zato imamo tebe. No, kaj ne seveda. rečem, no. seveda. Toliko o tem, vizualne mi to bi še ti kaj dodal tukaj. Ja, meni je preveč umakast, da takoj povem. To me je že pri Game of Thrones motilo, tle še toliko bolj, pa ker ne razumem zakaj. Ker ni fora samo, da je pač zdaj barvni spekter zakrknen v smislu, ko gremo od omakasto zelene do omakasto rdeče, kar baš ni neki razpon hud. Ampak sam Kaj to govoriš o karih ali o špinači? vse to lahko vržeš, not pa bo isto zgledalo. Ampak zeleni kari pa rdeči kari izgleda skoristi. Ja, ko ga jaz gledam doma, tle na Ja. očitno pri temnem televizorju, je pa vse tako bl. Ne, moti me to, ker pade na nek trop umazanega srednjega veka in je itak zgrešen trop. Kliše, ki je zgrešen, pa zastarel in je mi mal dolgočasen. Še posebej pa ima tu pa tam kakšno tematski razkorak v pričo zgodbe, ki jo gledam, kjer je pač zelo močen kontrast med določenimi liki ali pa konflikti in bi pričakoval večji chiaroscuro, da se tako izrazim. Torej večjo globino med svetlimi deli ali pa temnimi deli. Taka slika bi se lahko pogovarjala na ta način. Mislim, da tudi cinematični masterpisi znajo na ta način zelo dobro operirati. Ne? Okay. To tle ne počnejo in vse skrivajo v to omakico noter in je, na nek način kao se bolj fokusiraš na like, hkrati pa skrivaš manjko budžeta na računalniških izvedbah ali pa CGI izvedbah, kjer mislim, da so imeli ene par minusov, meni je predvsem tale Dragon Pit bil za nič, pa množice folka so mi bile za nič. Zmaji so super, ne me narobe razumeti, zmaji so the best, morje je the best, vreme je the best. Ampak vsi ti veliki pejsaži, lenski. Ja. Evo to, če smo Pridite. če smo pri rinkah rekli, kao, da je Amazon sproduciral najlepše ohranjevalnike zaslona ever, imaš tle mogoče ne to. Če bi imel to za ohranjevalnike zaslone, bi mislil, da je kao zaslon v mirovanju. Ja, Pa veš, da danes ne potrebujemo več ne ohranjevalnikov zaslona, ne Amazonove serije Rinke silnosti, sam povem. No, tako da to, mene na vizualni je to zelo zmotil. Drugače kostumi se vidijo, da so zelo premišljeni, bogato izvezeni ali kakorkoli. Obesedno izvezeni. Ja, mislim, se vidi, da v bistvu vseeno ena epizoda tega omakce stane 20 milijončkov, ni tako malo keša, ampak Mislim, detajli so tudi tukaj res izpiljeni. Mislim, na koncu, v tem zadnjem delu, ki je zdaj najbolj sveže spominu, ta kraljica, kakorkoli je zdaj, Renera ima uhane še, ki so zmaji, taki, ki visijo. Tak minimalen detajl. Ne bi rabila imeti uhano, lahko imela navadne uhane, karkoli, ampak so se šli posebej potruditi, da je še tisti uhan tam zmaj. Neko stomografsko je meni brezhibno. Tudi ta krona, ki jo dobi Rhaenyra, torej zdaj po novem The Black Queen. Krona manj v detajlih, jaz sem na 4K gledal, seveda, ker pač HBO. Ima noter torej te sigile oziroma heraldiko vsake od hiš noter v bistvu in to se da, če pauzo stisneš. Vse vidiš, tipi topi. Ni on kaj jamrati, razumeš, okrog tega. No problem. Sam pač, ker je vse skrito v neko tako omakco, to je pa bolj tako. Jaz sem tako, ta shorthand za srednji vek. Ja, ampak za vsaka vidi, to je pomembno na trgu, dejansko, to je po moje tržniki so zraven.
pri CGI artisti to zadnji, vsak ima svojega tržnika, in tako ne, presvetlo, srednji vek je enako to, kar si rekel, ne, shorthand, kliše, to. Ja. Vsak mora takoj vedeti, kaj bo dubo, ne. A veš, in to ni problem serije, to je problem sveta, ne. Vem. Problem okolice, problem ljudi, ne. In ta svet mi gre na kurac. Ja, vse meni tudi, ne. To vem tudi, to je svet, v katerem trailerji vse povejo. Ja. Za skozi jaz ne gledam nobenega trailera več, ko so dolgi po 2 minuti in je v bistvu kratko obnova filma. Kaj če to gledati, če si že videl vse? Mene tako kot slikara me pogžene, zato ker v bistvu, če gledaš srednjeveško slikarstvo, pa srednji vek, kao temni vek, whatever, boš temu rekel, je tako bullshit, ki je naslikan ali pa prikazan v cinematičnih izvedbah točno na takšen način, kot ga vidimo tlele. Medtem, ko gledaš Jota ali pa karolinško renesanso, polno barov, zlata, zelo bliskajočih se zadev, ikon, ki žarijo od srebra in žgočih modrih galic, karmino, rdečih, mislim, noro, ogromno barov. Pol pa gledaš House of the Dragon, what the fuck, ste se posrali na ekran ali kaj, ne vem. Ampak, oprosti. Ja, dobro, drisko, ne, ok, boljši izraz. Ampak so bili Tudorji, se spomniš serije? Ja, jaz se spomnim. So bili drugačni? Malo več barov so imeli. Vse neka škrlat, rdeče se spomnim. Mislim, da so Borgici so še najbolj šli v ta noter. Ja, ampak so že skoraj džalo rdečo tam. Ja, ampak veš, tista neka fora, kao, to pa je renesansa, to pa so že, veš kaj, neka fora. Pa isto Tudorji, kao, ja, mi smo pa prva renesančna rodbina v bla bla otoku. Ja, na otoku in tako naprej. Ampak tam nekako delalo še meni, se mi zdi, no, tukaj pa predvsem ta razkorak mi gre na kurac, no, ne me narobe razumeti, se ni slabo za pogled, se gledaš, pa itak si preklopljen zaradi zgodbe, ne, kao, tako da priznam, da v bistvu vizualije vzamejo backseat temu dogajanju, ki ga imaš pred sabo, ne, ampak bi si pa želel mogoče, da se pač malo bolj soočijo z temo, ki jo imajo v eni epizodi ali pa celotni sezoni, da pač se slika tu nekako pogovarja s tem, ne? To pogrešam. Nismo še food fetisha omenili. Ja. Memelicious, bojda. Memelicious, se temu reče ponovno. Ok. No, ko si že rekel, da je vse na prvo žogo, to je bilo predvsem na prvo žogo. Ja, vse, ne? To pa zanimivo, recimo, to smo včeraj tudi vsi omenjali nekako na N1, kako pač pohvalimo, da recimo ni nasilje za vsako ceno. Prav, jaz mislim, da je še vedno kar nekaj zelo grafičnih prizorov, predvsem pa so vsi povezani s porodom. Pač imamo dve, res začne se in konča z zelo mučnimi prizori. Mogoče to boljše omeniti, če je nad pomenko tega ali pa kategorijo nad, je pač ta ženska perspektiva, tako ali pa vse fokus na temo. No, ženska, pač, jaz mislim, da je to ženski battlefield. Oni hoče povedati, pač, ko imamo, to je zelo lepo po mojem narejeno v tisti epizodi, ko ona rojeva, zunaj je pa viteški turnir. In pač moški se borijo na bojišču, ženske se borijo pa pač pri porodu. Ja, pa ker je pač vse gre za potomstvo in tukaj pač poanta potomstva. Prva ona rodi, mislim, da mrtvega, ne? Pol v drugi imamo ženo od Damona, ki ne more niti roditva, dobesedno pač ne more. In po tretje, ki spet rodi mrtvorojenega, tako res grafično prikazano in sama in noče nobene pomoči, ker pač, No, imamo pa tudi rezanje jezika. Ja, pa vidiš, kaj turnir špljoc, ker je bil težko špljoc. Ja, ki ga malo preresno jemlje. Mogoče moječki, ne? To z viteškim turnirjem, pa sta pižama, pa on drugi. Anže razložila, imela eno ful dobro teorijo in sicer, da zato, ker že toliko dolgo ni bilo vojne, ker ona pol tudi poudarja, da pač se noben razen onga tipa ni dejansko boril, da so potem postali turnirji bolj nasilni, ker so nekako morali to ven sebe spraviti. Jaz ne kupim tega. Jaz tudi ne. Ne, jaz tudi mislim, da pač producenti... Nobena rodbina ne bi žrtovala svojih sinov kogarkoli, zato da bi šel tam lepa po 25 letih, ne vem česa, bi ga pol en z buzdovanom pobuč snešel. Ni šans, ga ni. No, so pa avtorji serije že predolgo imeli, odkar so zadnjo bitko posneli. No, to je pa malo je bilo treba. Tudi vse te vaje, ki vadijo mečevanje, so kada s pravimi meči. No? Mogoče so verjetno malo bolj, niso tako ostri, ampak tudi tega niso počeli. Ja, mislim, oni se borijo z lesenimi. Edini feeling, ki sem ga imel na tem dvorišču, vadbišču ali kakorkoli bomo temu rekli, je, ko se v bistvu Aemon proti... kaj je že onemu kretenu, Kingsguardu, mislim tale,
Kalo, Kolo, whatever. Ko se ona dva fajtata. V bistvu tam sem edino imel tak nek feeling, ni za res, ampak je že on next level, ker se pa zdaj pa kao ful pripravljamo na nek shit, kao nismo z lesenimi meči tlele, temveč s pravimi rezili, ne topimi, kakorkoli. Ne. Ampak da se vrnem na prvo epizodo, kjer je pač ta kontrast med žensko perspektivo pa moško, se mi zdi, da predvsem je bil to ne namen, ampak predvsem je bilo uspešno narejeno, ker v bistvu tudi Viserys se tam zelo dobro pozicionirajo noter, ker pač on sicer uživa v tem nekemu jajcanju onih kretenčkov tam od spod, en popizdi, drugi ne, drugi so malo bolj pusi, kakorkoli, ne. In kako se on odzove v bistvu na klic problemov, ne, v porodnišnici, da se tako izrazim, ali porodni sobi. Pusti vse za sabo, ves ta moški šovinizem, kretenizem, kakorkoli bomo tem rekli, toksičnosti, pa se posveti temu, pa mora tisto ta najbolj grozno odločitev sprejeti, ki ga zaznamuje skozi celotno sezono do 8. dela. Ne. Da pač to ne samo en kontrast, ampak trije celo, ne, kao, da imaš žensko perspektivo, moško perspektivo, pa na pol celo kao neko sočutno perspektivo. A veš, kaj mislim? Jaz sem vse tako videl, no, da pač imaš tudi pa nekoga še, ki mu je na pol mar, da bo se kao rodil njegov prvorojenec, pa se mu cel svet sesuje dol. Ne, a veš, ta se mi zdi zelo, kar se tiče prvih delov, nasploh, se mi zdi zelo uspešen, že v temu, da lahko take teme pluneš noter Mislim, se itak gledamo skozi današnjo perspektivo, ne? Vrednote v njih časov so bile bistveno drugačne in tako naprej. Tako mi je zanimivo, da razmišljam, kako ko pišeš to ali pa ko bereš to, ne, v bistvu današnji svet gledaš. Skušaš razumeti današnji svet, ne tistega sveta, ne. Čeprav je obvesti srednji vek, ne. Ampak v bistvu ne opisuješ tistega sveta, opisuješ tale svet zdaj. In pol pač apliciraš, kdo je zdaj kdo. Kdo ima nuklearno orožje, zmaje. Ne. Pohvaliti tudi treba, mogoče, da ne pozabimo, pohvaliti tudi treba to, da so res fin casting imeli, oziroma igralce iskali, kjer pač ta mlade verzije res gledajo si zelo podobni med sabo. No. Jaz celo prvo sekundo niti nisem zaznal, da so se menjali, moram priznati, no, kdaj. Mi je bilo tako, čak, to je zdaj druga, niso računalniško pomlajšali in je zdaj pač so ji pustili, da igra naravno, kako ne rečem. Glej ga zlomka celo. So to ugotovili, da lahko zamenjajo ljudi na mesto, da to bi si mislil, to se da. Predvsem je, mislim, se strinjam, casting je izjemen, predvsem tak ful novih obrazov, ki se veselim, da jih bom spremljal lahko še v bodoče, ne, v drugih izdelkih. Ampak, kaj je pa ful dobro, je pa ta časovni preskok, ki sem mislil, da bo dosti več problemov tu. Vedel sem, da pridajo, ampak tako nekako brezšivno se zgodijo. A veš, sploh se ne spotakneš ob to. Nekako zelo naravno je preskok, pa to ne je majhen preskok, 3, pa potem 10 let celo. Edini problem zame je bil, da potem zadnji 3 deli se pa zgodijo v par dneh, ne? In da tam potem dejansko je bil zdaj spet preskok, ne, ni bil. A smo ziher, da ni bil? Ne, šele par ur je minilo tega, kar je umrl. To pol malo zmeden. Ampak glih zato, ker so oni preskokite pripravili na to, da bo zdaj to šlo, je pa potem 3 deli skupaj, ki se zgodijo v tako kratkem cajtu, tudi eksotika. Mislim, tako zelo lepo je strukturirano, kar rinke silnosti, evo zopet kontrast, imajo problem s tem, to sem tudi v naši epizodi povedal. Lepa je taka res lepo diha, no? Ta flow je zelo naravn, mislim pa mojstersko izpeljan. Ne, glede castinga, še zadnjič sem videl dober predlog za tega Crispin ali kaj je, ne? Da če ga bojo postarali, bi bil Matt Berry perfekt. Moj podoben, pa še pel bi lahko. Okay. Ja. To je res, I guess. In pa Mito, ti si hotel nekaj še reči o zmajih, domnevam, da so se ti zmaji zelo dopadli. Teh je zdaj kar velik, ne, se pravi čez 10, 12. Se polih našteje, pa jih je ogromno. Ja, polih našteje in vsi imajo tako zelo zanimivo. Ja, se mi zdi, da v bistvu producenti so vedeli, da pač kao, kaj je najbolj tripalo folko v Igri prestolov, so itak zmaji. In tudi vidi se v pozornosti, ki jo polagajo z cashom na CGI-ju. Tlele
je bil prav po mojem, ne vem, neka navednica ali pa ukaz, velelnik v tistem studiu, zmaji morajo biti brezhibni, ostalo može da prođe. In zmaji so res brezhibni. No. Tudi posebej pa že se, mislim, še pa zdaj v tem zadnjem delu najbolj, je pa ta tematska pozornost na zmaje. Ne. Smo že nekaj prej malo omenili tega, ta nuclear option, ampak hkrati, da imajo pa neko svojo voljo. Ne. Da pač niso zgolj neki izvrševalci ukazov svojega jahača ali pa jahačice, temveč, da so to zelo muhasta bitja, pred katerimi celo v seriji sam opozori, da je mogoče največja napaka, s katero smo se v seriji, s katero smo se mi Targaryeni bodli, je, da smo sploh zajahali to žvat, pa se neki šli gospodarje nad njimi, kar je nevarno in to se tudi v zadnjem delu potem pokaže, ker v knjigi vem, da v bistvu je cela ta bitka nad Storm's Endom zelo fokusirana, da v bistvu Aemond je želel narediti to, kar se pa zgodi. Mi je pa všeč, da je pa tlele Aemond sicer želel sranje delati, je želel bulijati, ima povod zanj, ampak da nekako pa obžaluje ta shit, ker se zaveda tisti njegov, kako naj temu reči, 2-3 sekunde njegovega obraza na Veigarju, ko skuži, what the fuck se je ravno kar zgodil, tisti par sekund noter viš, fuck, jaz sem zdaj celo štalo. Ja, on je s tem sprožil vojno in definitivno je hotel samo zastraševati. Jaz mislim, da je res hotel samo malo buljati, tudi on tam nož vržen, ne želim te obiti, hočem samo tvoj uč. Ja, oko se reče. Ja, jaz sem škofeloke, po novem. Oko in jezdeci so. Ja, oko. Pa Veigar je samica. Samica, ja. Sam povem. Ja, vem. Vse si narobe povedal. Izrezate tudi Tina, imamo probleme z maji, so, ne vem, zakaj pri meni moškega spola, pa Tina me nosto opozarja, ne, Veigar je samica. In največja. Ja, največja, najstarejša. Kaj je crkno prej. Ja. Pol pa tudi, mislim, všeč so mi, da imajo različne karaktere, so večji, manjši, že to, pol pa barve, pa da so eni bolj zmijasti, eni so bolj taki težki, stari bajski, ampak... To ne bi nikoli mogli leteti. To je mene mogoče malo zmotilo, Veigar ni šans, da leti. To je taka gmota na unih krilih. No, to pa je fantasy. To je pa ta prav fantasy. Ja, to pa je fantasy. Pač leti. Ajde, to gre. Kaj če vas zdaj? Lahko v Harry Potterju avti letijo, pa ne vem kaj vse. To lahko pa... Tam je ena mala scena, mislim, da na koncu 7. dela po pogrebu Daemonove žene, Valarionke, ki v bistvu Aegon zajaha Veigarja, pa kao se zaključi celo sranje in zadnja scena je v bistvu, ko oni odletijo / plovejo nazaj proti King's Landingu in Veigar leti preko njih, pa ravno nad gladino, gliko da, fuck, to že full cajta nisem počela, fuck, ok, dajmo nekako še. Tako ne vem, se mi je zelo luštno. Ne, ampak recimo na starih slikah v Dungeons and Dragons, recimo, če se spomnim, so mogoče te risarji mogoče celo malo probali zajeti, recimo so imeli ogromna krila zmaje, Telo pa ni bilo to, je bilo v bistvu bolj vitko osko, tudi čeljusti, obraz je bil ozek, pa tako full huge krila, Ko rečeš, ok, recimo, Veigar ni čas. Tako pravno masivno, veš, telo, čeljusti, ogromno, pa tako krila mi. Jaz nisem imel tega feelinga, da kao ima nekaj... Čudeži aerodinamike. No, saj, kao, tudi ta kontrast, ki sta ga v tej sceni imela, torej Arax, zmaj od Luka, pa Veigar, ta scenca, ki pride nad Araxom, ko si tako zašteko, fuck, to je huge difference, stari, Šele potem po Mljasku, imaš pa potem, to je toliko večja, stari, wow. Pa se veselim, da bo mogoče šli, upam, da bo šli še bolj v te podrobnosti, ker zraven te velikosti, pa različnih karakterjev, pa muhavosti, pa tako naprej, imaš še pa potem neko subkulturo, za katero do zdaj nisem vedel, ker pač nisem knjige bral, so pa ti, ki skrbijo za zmaje, ker se vsi v valirščini se tam pogovarjajo, imaš pa celo vajence tam, ki jih uvajajo noter v ta shit. In ves ta world building mi je bil zelo zanimiv. Daj mi več tega, pizda. Ja, zdaj od Mandalorice, ne od Boba Fetta dalje pričakujem, da se bo Danny Trejo tu vmes pojavil. Bravo, kot zmaj najbrž, kot zmaj. Pa da tekilo pije tam. No, ampak moram pa prav opozoriti na knjigo, kajti če tudi je pač zelo taka vzvišena na splošno ton, so pa opisi teh zmajskih bit in tako res krasni. Če ti gledaš pa serijo, vidiš to, oziroma dojemaš skozi kinematografične elemente, tukaj pa čisto skozi besedilo,
in je Martin res dober. Pri tem, tako da ne gre zdaj samo za neko pač opisovanje dogodkov, ne, ampak tako zelo lepo prehaja Martin tudi v te malo že tolkienovske mogoče opise tega, kaj se dogaja, take res doživete, dejansko take šekspirijansko-tolkienovske, se splača prebrati. Jaz se vam predvsem veselim, kako bomo v naslednjih sezonah gledali vso to logistiko vojne, kjer bojo mogli prehraniti vse te zmaje, ker tudi to mene zanima. Ne samo, da je on gromozanski. Ljudi imaš, mislim, dobesedno. Ne ljudi, ki jih prehranjujejo, ampak ki so hrana za ne, povem, ne. Pač grejo Dragon Pit, pa ne pridejo nikoli več. Ja, tako da oni so res dobesedno ta ameriška war mašina, ki rabi dejansko vojne, zato da preživi, ker zmaji drugače požrejo, jaz ne vem, svašta ovac. Vse, kaj boš zmaj delal, veš, kot pes lovski, ki je v hišici zaprt. Pol bi rad videl še tele, Damon tam našteje Excel tabelo, ne, mi imamo toliko kikcev, ne, oziroma zmajčkov, oni imajo toliko, ne, s tem, da eni pari nimajo jehačev, jehačic, eni par pa spoh ne vemo, spijo, whatever, in tam imaš eno sceno, zdaj ne vem, vse je ime zmaja zuni tam na Redditih, kjerkoli, kjer je tisti zadnji zmaj, kjer mu Damon poje, ne, pa pride zmajček pa zabruha po steni stropu jame, kaj se bo s tem zgodilo? On zdaj, veš, nisem bral, ne? Ampak on zdaj trenira nekoga, skuša dobiti novega zmajčka na svojo stran, take fore, to mi je ful zanimivo, res. Tako da ja. Zmaj, torej. Ja, lej, to je tisti fantasy element, ki me privlači pri tej seriji zraven, seveda. Zgodbe pa tako, ne. Tako da ful bi rad več zvedel o tem, ker pač... Pa še na Union pivo so, ne? Kaj so na Union pivo? So zmaji. A ja. Ti šel ta, ok. Dobro, jaz mislim, da to je tako Heineken vsem skupaj. Ne, jaz imam pa eno vprašanje za našega gostujočega prevajalca. Igor je hišni prevajalec. Ja, gostujoči. Rezidenčni. Torej, ful me matra prebrati zdaj po prvi sezoni knjigo ali ne, ker pa vseeno poudarjam, rad bi bil presenečen, ko gledam serijo. Bom, tudi če preberem. Jaz sem bil presenečen. Ti si bil presenečen. Ja, tako da pač, če mene vprašaš, zdajle preber. Da boš noč, ne, zdajle pet pokletele. Tljuki je knjiga na mizi, jo imamo, izvoli. Ni za to samo kao založeni mladinska knjiga, ki ti vzad govori, ja, povej to. O, mater, sme dubo, Res, full casham dubo, Ne, boš presenečen. Jaz sem bil presenečen. Zelo lepo se dopolnjuje. To je prava beseda, dopolnjuje se. To pa še mogoče eno vprašanje, še ekstra, preden gremo naprej. Kaj so tiste eno... Igor se že smeji. Ne rabiš vprašati, dodatno vprašanje. Ne, ker Aljoša vem, da že hoče naprej. Aljoša že nekaj čaka, ni pripravljen. Za tiste, ki ne veste, Aljoša ima full kulco, pa nonstop vse pripravljeno, da skoči na naslednjo temo. Ali sklop, kakorkoli. Po njegovi izbiri. Uredniški. Ne, kaj so 3 ta glavna odstopanja serije od knjige? Aha. Do zdaj, kaj je bilo? Do zdaj. Ja, več kot očitno food fetish, ne vem, če je bil, no, mislim, da ni bil, ne? To bi si zapomnil definitivno, ker je bilo tako weird. Je scintillatingly weird, tako čudno, kaj se dogaja tukaj prav. Potem pač seveda vstop Rhaenys na zmaju, ne? Ni šans, ne? Tega sploh ni bilo. To sta 2 off the top of my head. Zdaj ta tretja. Si Snake, ne? Ja, dobro si Snake. To ne vem, če bi jih odstopen rekel. Čeprav odstopen takih je 500,000. Ne? Ja, ne. Kako je zdaj določen lik? Naprimer, Anže je omenil v enem članku tale Battle Royale z Decov, naprimer, ne? Ok, prvi bi bil po mojem odnos med Alicent in Rhaenyra. Ta odnos ni v knjigi tak. Kako misliš, ni tok prijateljski? Ne, ni tok prijateljski. Oni sta tukaj zdaj pozicionirani v seriji kot frendici od otroštva in tako naprej. Tam ni tako. Ni tako. To so, zdaj pravim, to je zdaj pač en pogled na knjigo dejansko, ki je meni cool. Meni je dobro gledati, ok, poznam knjigo, in potem gledaš in potem, dogodili so si pa tako razložili, zanimivo. Kako se pa zdaj to vklapla v to njihovo strukturo novo. Je dobra ta struktura. A veš, tako ne. Še nekaj imaš od tega. Ne samo, to je bilo v knjigi, ja, se je bilo pa tako v knjigi, ok, ni tako, ne? A veš, njun odnos je recimo, po mojem, zelo definira, če hočeš vedeti, če bereš knjigo, ne, pa bi hotel vedeti recimo, kakšna je serija, ne?
pa da se bo to spremenilo, pa če bi to, ko boš pogledal, če boš imel nekaj tega, definitivno. Ne? Pa sta oba odnosa kul. In ta v knjigi, ne? In tisti. Ne? Isto recimo med Alicent in Viserisom tudi je drugačen odnos. Ne? Polno je takih detajlov, ki pa imajo smisel na koncu, ko pogledaš serijo kot celoto. Ne? In v knjigi, ko pogledaš knjigo kot celoto. Ne? Zato pravim, da se dopolnjuje. Super. Kaj si rekel, da tale Deca Battle Royale v, ne vem, Flea Marketu ali kaj je to bilo vse? Ne spomnim se tega. Tega ni v knjigi. Ne, zdaj ne bom 100% poznam knjigo, ampak zdaj sem čisto v eni drugi manjši knjigi, ne? Ampak če se prav, tega se jaz ne spomnim. Se tudi orgije tam ne spomnim, recimo, nekaj je bila tam, veš, ka demon pač se zabava, ne? Tega se tudi ne spomnim. Možno pač. Orgije bi se gotovo spomnil, po mojem. Ja, verjetno. To mi je tako čudno, veš, ne? Verjetno mogoče imam luknjo v spominu, no, ampak ne spomnim se, da bi to sploh bilo kakorkoli vzpostavljeno. Pri vseh teh luknjah pri orgiji ni čudno. Eno lahko pogrešimo. Ja. Keeping it highbrow. Zdaj dirty mind, zdaj pa jaz. Skratka, bilo pa nam je všeč. Smo zdaj to nekako do tega prišli, bilo nam je celo bolj všeč. Igor, je tebi bolj všeč, kot prstani? To ni tako ful težko. Ja, je, vsekakor bom gledal drugo sezono. No, se to tudi, če ne bi hotel. Če je bila slaba, bi ona. To nimaš izbire, ja. Prav. Druga sezona pričakujemo naslednje leto, pač nas ni bilo rečeno, da ne bi bilo druge sezone naslednje leto, tako da bomo pač videli, kako in kaj. Nisem pa še nič slišal o tem, da bi že snemali drugo sezono. To pa moram reči, jaz kot tisti, ki skrbi za naše novice na naših omrežjih, nisem še slišal, da snemajo drugo, medtem ko seveda Rings of Power že snemajo, veselo snemajo, klape so že padle nekomu na nogo. Upam, da scenaristo na glavo. Tako. To je bilo naše mnenje o Hiši zmajev. Če ni bilo dovolj mnenj o Hiši zmajev, vas seveda vabimo, da prisluhnete glavam. To je en podcast, ki ga imata, kako je še Igor rekel, pižama in ta drug. Tako, Anže. Dajte poslušati, ona naredite seveda epizodo, po vsaki epizodi, razen prvi sta 2 imela, ne? 3 celo tako, ja. Ti sem še jaz poslušal, priznam, da ker sem zadnje 3 epizode pogledal, oziroma 4, skoraj dobesedno, eno za drugo, sem še zadaj pač par epizod podcasta, ampak dajte jo poslušati. Mi pa gremo, tokrat bomo brez Star Trek kotička, sem se mislil, da je ja že prej nekako odločil. Mi to kima. Ne, se strinjam. Edino, kaj bi lahko tu pozdravljanje, pač Klingons, pa te dinastije / klanje, to je kao to. Ja. Samo pač tu nimam nobene epizode za pinpointat. Ja, Klingoni. Enjoy. Pač. Ne, to je uredniška samovolja, jaz mislim, da. In smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, kjer ima Sergej tisto prednost, da seveda prvi pove, kaj gleda, bere, špila in posluša. Ja, sem si zapisal. Sem opazil. Ja, tako je. Se pravi, gledamo filme s Scottom Atkinsom, ker pač guilty pleasure, zdaj, če ne veste, kdo je Scott Atkins, a kdo ne ve, kdo je Scott Atkins, Igor Harb nima pojma. Se pravi, je en igralec, ki nastopa in producira B kakovostne akcijske filme, tepe, strelje, vse možne, je tako full fun. Tako da pač bil je pa tudi v stripovskih spektaklih, seveda kot rahlo zamaskiran diod, bil je v Doctor Strange, mislim, da. In tako, ga kar porabijo, no, ampak on tudi sam dela. Vedno, kar res rabim sprostiti, tako nov film, ali star film s Scottom Atkinsom, that's the job. Ja, beremo tekste drugih, ki terjajo popravljanje za objavo, špilamo, zdaj pa ni, da ni, se pravi God of War Ragnarok, Mario and Rabbids Sparks of Hope, Gotham Knights in Bayonetta 3. Poslušamo pa... Kako? Bayonetta 3. Ja, Bayonetta 3, intelektualna čarovnica, ki tepe demone. Če kdo ne ve, naslednja Jazbina, velik opis. Tak naslednja, to je zdaj tale... Ne, zdaj pa ni, 11. ker v tem primeru bi moral že napisati za nazaj. Izide pa zdaj. To bomo zdaj igrali.
poslušamo pa Limp Bizkit, ker še bolj Guilty Pleasure. Ja, Guilty Pleasure in pač kar Pa dosti to meni, da ni novega albuma, oziroma zadnjega. Ne, prvega, drugega, tretjega. Okay. Aha, okay. Ja. Super. In dosti Guilty Pleasure, ja, rabimo knjigi Jazbini in Gospodarju prstanov. Ja, če slučajno ne veste, o čem Sneti tukaj govori, zunaj je ena majhna, neugledna knjigica, par strani ima, imenuje se Prva bitnost od rojstva videoiger do konca njihovega otroštva. Napisal je naš Sergej, hvala Sneti. In lahko si jo naročite še vedno, domnevam, da na Jazbini na vaših spletnih straneh. Ja, na Jazbina si, zdaj prednaročila so že mimo, podpisal sem, kar sem podpisal, ampak vsebina je še vedno enaka. Se pravi, video igre. Mogoče pa so ljudje čakali, da plačajo polno ceno. Ja, veš. a se bo počakali, da ne bojo podpisa dobili, kar je pri moji pisavi popolnoma. Mogoče tudi res, ja. Mogoče lepo knjigo. Ja, lepo knjigo, ne da je zapacam. Onkrat satle. Ja. No, če bi se kdo rad poučil o zgodovini videoiger na poljuden način, zabaven, eseističen in tako naprej, vključen z Jugoslavijo oziroma Slovenijo, Kontrabantom, Spektrumom, Commodorjem, Amigo, Atarjem, ST in tako naprej. Vse tja do PlayStationa, se pravi nekje od 80 do 95 je to prava knjiga. Okay. Čakaj pa 95, ali načrtuješ kaj kasneje tudi? Ja, to bo pa druga bitnost. Aha, druga bitnost. Ja. No, nekje je črta in mislim, da so takrat videoigre odrasle. Ko je Sony primahnil veliki sod. Ok, skratka se lahko veselimo še nadaljevanja. Mi bomo link do knjige seveda dali spodaj, lahko v zapiske, tako da lahko jo hitro naročite tako s enim samim klikom. In že. Poštnina je za ston. Poštnina je za ston, Sneti pa obljubo, ne podpisuje. Tako, kaj je božga? Tako da, skratka, še tole seveda si pogledajte. In Igor, ti si naslednji, ki je celo nekaj pogledal. Igor, kaj si ti pogledal? Pogledal sem, najprej bi samo še Snetija vprašal eno stvar. Pogledal sem trailer za Mario brata. Film, kak se ti zdi prevod naslova Super brata Mario film? Ne vem, zakaj bi to sploh prevajal kot prvo, ne, ampak dobro, ker sem prevajalec, mogoče pa pač, ne. Ne vem, zakaj bi to, še vedno ne vem, zakaj bi to. Kaj pa meniš o trailerju? Si ga zagotovo že videl? Ja, sem ga. Ja, mislim, to je tako kot House of the Dragon, pa Ognjenik 3, ne. To je pač varianta, ne. To je pač pogled Chrisa Pratta na Marija, ne. V redu, prav, bodi, ne. To je zato, ker je pač njegov glas zdaj je glavna fora. Čeprav meni je bil trailer tako znort luštan. Tako, jaz bi to zdaj gledal, kje to lahko kupam procat. Sploh me ne zanima, kakšen glas ima Mario, razumeš. Ne? To so pač une analne fore, ker je imel en tip pač igral Marija tisti 20 let, pa zdaj mora biti točno tako kot on. Ja ne, ni več, ne? Pač žal ne gre. Ne? Ampak tako lušten trailer, no. Meni bo to the best. Meni tudi, jaz sem prav komentiral, mislim, da pri nas, ali na Twitterju na obodu, da pač kako je posnet, pa neke vizualije, so meni bile zelo tako zanimive, seksi, dinamične. A ni lušten, no? A ni lušten, tako Bowser pride. Ja. Pingvini, kaj? Prav vidiš, neko fun bonanza. Ja, fun, pa lepo je, ker niso že na začetku na Marija, ne, ampak so na zanimivo prigodico mini, ki ti ostanejo v spominu. Pa uleti Mario, pa tako Mushroom Kingdom, pa to bo zdaj film. The best. Full over. Ja. Ne, kar se pa naglasa, če sem pa prav tako razmišljal, mislim, da bi izgubil v karkoli bi zbral, bi bilo negodovanje. Ali bi bil Italijan, pa bi si mislil, pa kva se grete nekim tem stereotipizacijo, ali pa greš na Chris Pratt, pa si misliš, to pa ni Italijan. To pa ni Italijan. Ja, veš, you can't win. To je izmišljen lik japonskega vodovodra, ki govori italijansko. Torej, kaj imamo zdaj, kje je zmaga tu? Veš, na začetku je skakal velikanski opici na glavo, ki je bilo Donkey Kong, ki je ljud mislil, da je Donkey pomen trapast. Ja. Kaj? Dej, loosen up. Ja, točno to, ja. Igor, ti si še vedno pri besedi. Ja, pogledal sem serijo She-Hulk, Attorney at Law. V redu je. Tale denar, ki ga rabiš za to, da Bruce Banner kot Hulk zgleda cool, jim za TV ni bil na voljo. In ona nas gleda tak full cool, ko govori. Mislim, drugače je ok, ampak malo weird. Je pa full zabavno, ona konstantno prebija četrto steno, se pogovarja s publiko, komentira, da je to tipično Marvelovska zadeva, komentira to, zdaj pa imate srečo, ker se Wong vrne, ker vem, da
zaradi njega hočete. Daredevil je not, mimo grede, tu je glavna junakinja več seksa kot vsi Avengers skupaj. In je Že čisto dolgo, fujem. Tako da, ja, zelo, zelo v redu narejeno, lušno, zabavno. Na koncu gre malo čist off the rails, čist deluje, ampak proba nekaj novega, tako da to je kul. Okay. Se ti zdi boljš kot Captain Marvel? Kot Mrs. Marvel. Ja, ful je drugače, ono je pač zelo na najstnike, pa tudi zelo tisto pač zmedeno vmes, malo štorija, ki potujejo naokrog, ampak je vizualno nekaj zelo samo svojega, pa štorijo pelje nekam na koncu kar kul. Tule pa je bolj komedija, pa pač tudi se isto malo vrti v krogi, ampak ja, lušno je, oboje. Ful bolj mi je pa všeč The Peripheral po 2 epizodah, to je po romanu Williama Gibsona narejeno, na Amazonu najdete. VR, time travel, sci-fi, glej, zelo kul je, zelo kul, pa Chloe Grace Moretz je v glavni vlogi tudi zelo fajn, ja. Okay. Sicer zapadejo v isti problem, ki so v, kaj je bilo, no, True Blood, kjer pač ti imaš ene redneke, pa so vsi ful suhi, pa lepi, pa zrihtani, ampak ok, verjel. Tudi taki mora biti. Tudi rednek. Ja, mislim. Odreka življenje rednekom, ki so zrihtani. Igor. Psi. Ja. To ni ta podcast. In gledal sem Hostar 2 promila in mislim, da bo to najbolj gledan film leta. In lahko rečem, da je vsaj 2 promila boljš kot prvi del. V redu je, ful. Dobro je odigrano, smešno je. Ful je boljša produkcija, ker so pač imeli denar za lučkarje, pa te malenkosti. Te malenkosti, ja. Te malenkosti. Ker ja, prvi del je izgledal kot Dogma, no. Občasno. To pa pač ja, zgleda kot proper šet, pa Okay. smešen je. Pa politično humor ima noter, zelo na mestu, norčuje se iz nekaterih politikov direktno. Mislim, da bi to moralo biti bolj pogosto prisotno. Tako da, ja. Se veselimo tisti, ki še nismo uspeli videti. Se še noben ni, ker so bile samo predpremiere. Ja, zdaj se še pa s tem hvali. Zdaj, takoj, ko ne nehamo vemo. snemati, bojo začeli tukaj predvajati. Tako. Ja. Danes snemamo, kaj danes? Sreda. Okay. Mito, ti si kaj uspel pogledati od zadnjič? Ja, ampak vse se tiče krvosesov, Tako. tako da to bom prešparil za našo naslednjo epizodo. Ja. Tako da malo sem kot krvoses, kot krvoses svetlobe sem tle izognil te rubrike. Okay. Tudi jaz moram priznati, da nisem nič drugega od tega gledal, kar se pripravlja na našo epizodo v živo, ker sem moral tudi tole, kot ste slišali, pogledati zadnje 4 epizode, tako na mah, pa že zadnjič sem kome lovil rinke, tako da je to. Ljudje in ljudine. Kaj si Sonic? To je bila že naša 134. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na mejo bot, podcast za serije, filme, risanke, špilje, knjige vseh žanrov od Dave do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili, Sergej, to ni problem serije, to je problem sveta. Hvala. Igor, prosim, ne me mučiti. Harp, Mito, sramežljiv fantasy, Gegič in Aljoša, ne že spet te posledice, Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli v našem stalnem štabu v kinogledališču Bežigrad, ki se mu seveda zahvaljujemo za izkazano gostoljubje in podporo. Kino Bežigrad je filmsko srce Ljubljane. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljate platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se v naslednjih dneh pripravljate na porod, bodi si, da boste rodili sami, bodi si, da boste k porodu spremljali partnerico, naj vas pomirim, Hiša zmaja ne prikazuje sodobnih metod poroda. Vse bo v redu, gre za umetniško pretiravanje, vi samo prosite za to, da vam dajo slušalke, prisluhnite svoji najljubši epizodi našega podcasta, dihajte in potisnite vsakeč, ko se jaz med naštevanjem igralcev
zmotim v izgovorjavi imena, ko mi to reče triologija namesto trilogija, Ej, ali ko Igor mimogrede navrže referenco na hitre in drzne. Vse bo v redu, kje pa je nadaljevanje tega teksta. Vse bo v redu, z vami smo in če boste rodili sina, mu lahko date ime Igor, Mito ali Aljoša, ali niso prav srčkana imena, ali pa kar obot, in če bo punčka v imenu spolne nevtralnosti isto, ali pa če ste vseeno bolj tradicionalni, Igora, Mita in Aljoša spet. In pa vse, kar otroke potrebuje, je malo ljubezni, ampak spet ne preveč. Saj veste, tudi incest ni tako kul, kot ga prikazuje serija, tudi tu gre za umetniško pretiravanje. Za več na svetu o vzgoji pa se poslušamo naslednjič. oh, fuck. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu podcast.com, obot brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Porihtali smo tudi povezavo na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem, tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajcerje, prikolice, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, nasvete za vzgojo zmajevskih jajc, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 134. epizoda, dragi obodževalci in obodževalke. Imejte svoje ušesa v pozoru tudi naslednji teden, saj se boste lahko prisluhnili prvi epizodi Meseca krvosesov, ki smo jo v sredo posneli v živo na Vodnikovi domačiji, kjer smo z gostom Mirtom Komelom govorili o grofu Drakuli. Hvala za vašo pozornost. South Park.